samo opice lahko tudi grizejo. To te ne čekaj dosti ne skrbi. Jaz mislim, da opice ugrizejo, kogar ugrizejo opice, se je tudi malo sam kriv, zato ker je tudi rečeno, da ne prinašati hrane. Eno potovanje po Grčiji bi pa definitivno maturanski izlet prejšnje poletje. Lepa in zanimiva izkušnja. Ki se jo spomniš? Seveda se spomnim. Ja. Seveda. Namreč iz drugega letnika v španskem razredu si tretji letnik presedlal v francoski razred. Tim, ti znaš cel kup enih tujih jezikov, jih bom prebral, ker jih je toliko veliko, da se jih niti ne zapomnim. Ne? Torej, skratka, ti govoriš. Odkot ta velika ljubezen do jezikov? Pa v bistvu, če čisto iskreno povem, ne vem. Aha, torej... Ja, mislim. Okay, nekateri, ki špricajo, grejo kadit, Tim gre pa pet. Ja. Ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, učitelji, dijaki, prijatelji, z našimi Poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. Šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, blefiraj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Poljanke, Poljanci, pozdravljeni v novi epizodi Poljanskega kavča. In danes gostimo prav posebnega gosta, to je Tim Kahrimanović, ki po mojega pozna že cela šola in je tudi menda number one fan tega našega podcasta. Tim, pozdravljen. Zdaj, Živijo? Končno si tukaj, a ne? Ja. Evo, Nikoli si nisem mislil, da bom. A res ne? Ne. No, potem pa lepo, da Do dneva, smo... ko sem bil povabljen v Poljanski kavč, sem si mislil, da ni šans, da bi me kadarkoli tukaj. In v trenutku, ko si izvedel za to povabilo, so se oblaki razprli. Ne vem, jaz najprej sem bil, moja prva misel je bila, ne vem, a sploh reči ja ali ne, ampak pol, ko sem malo mislil, sem tako rekel ja. Tako da. Ja, jaz sem zelo vesel, da si se odzval temu vabilu, ker bolj ko raziskujem malo o tebi, bolj vidim, kako zelo zanimiv fant si, tako da bomo nekaj tega tudi odstrli, to je namreč bistvo tehle naših pogovorov. Ker pa je, recimo, dajmo temu reči tako, en tak pomladen čas, v katerem zdaj tole snemamo in v katerem se bomo tudi pojavili na internetu, dajmo začeti z eno veliko ljubeznijo, ki jo gojiš, to je namreč ljubezen do tujih jezikov. Drži. Ti znaš cel kup enih tujih jezikov, jih bom prebral, ker jih je toliko veliko, da se jih niti ne zapomnim. Ne? Torej, skratka, ti govoriš angleško, špansko, francosko, nemško, sam si se naučil portugalščine, učiš se grščine, italijanščine, stare grščine, dotaknil si se katalonščine, romunščine. Odkot ta velika ljubezen do jezikov? Pa v bistvu, če čisto iskreno povem, ne vem. Ampak nekako, če probam odgovoriti, sploh v bistvu ni to, v bistvu jaz mislim, da jezik je sam pač nek most do kulture, govorca nekega jezika. In v bistvu vsak jezik več, ki ga poznaš, ki ga znaš, tudi če ne najboljše, ampak vsak jezik, ki veš, kaj je v njemu, ti odstre eno kulturo. Ali 21 kultur in še toliko več. In v bistvu vsak jezik je čist, v bistvu samosvoj, vsi imajo neke skupne stvari med sabo, neke povezave, ampak gre za pač v bistvu zanimanje za tuje kulture, jezikoslovje teh jezikov, književnosti teh jezikov, zgodovino nekih narodov, govorci tega jezika, tako. Zdaj, kako si rekel, ne kultura, seveda to je dosti širše kot zgolj poznavanje jezika. Zdaj sem ti cel kup jezikov naštel, a sem mogoče še kakšnega pozabil? Jaz bi mogoče še latinščino namenil v zelo majhni meri. Nažalost nisem klasik, tako da nimam latinščine kot tako, ampak se je pa nekako samo čim se zelo počasi, zato ker ob vsemu
je težko se še z latinščino ukvarjati, ampak približno poznam tudi koncepte latinščine, katalonščino tudi ste omenili, če se prav spomnim, pa romunščino. Romunščino. Skratka, torej, koliko se pa potem tudi ti potopiš v posamezno kulturo jezika, govorcev jezika, ki se ga naučiš? Odvisno od jezika. So jeziki, kjer me kultura tudi dosti bolj zanima, kot pri nekaterih drugih jezikih. Naprimer, te glavna dva jezika pri meni sta španščina in francoščina. Španska in hispanofonska kultura me dosti bolj tudi zanima. Je tudi dosti širša kot francoska. Tako da od vseh me najbolj, torej hispanofonska, torej pač kultura govorcev španščine me najbolj zanima. Naprimer, kar se pa nemščine tiče, pa pač me pa ne zanima toliko. In se tudi manj potomim v kulturo potem. Je sicer opaziti mogoče neko rdečo nit v teh jezikih, večinoma gre vendarle za romanske jezike. Drži, popolnoma. To so pač jeziki, ki jaz govorim, so romanski, pa še kaj zraven. Tako bi se rekel. Kako to, da ravno romanski? Ne vem. Tudi to je težko povedati. Sploh pa tega ne vem. Enkrat, ko sem jaz opazil, da me ne zanima španščina, sem potem zelo hitro tudi opazil, da me tudi ostali romanski jeziki zanimajo in tudi, da se jih da lepo tudi naučiti, ker angleščina, ok, to je to. Pol sem pa jaz prišel do španščine in začel raziskovati, res se poglabljati v španščino in kmalu bilo že portugalščina tukaj in potem francoščina in potem še vse možno ostalo. Tudi to so pač jeziki, ki so noro bogati z res dolgo in zanimivo zgodovino, vsi skupnega vira, ampak vsak čist svojimi strukturami, čist svojo kulturo in vsak ima res neke svoje posebnosti, ki jih nima noben drug jezik. In kateri ti je najljubši od teh? Verjetno francoščina, španščina ali? Jaz bi rekel portugalščina. Portugalščina. Zato, ker, ne vem, portugalščina meni res v bistvu pomeni samo jezik, v katerem sem jaz lahko lepo, ker španščino in francoščino grem študirati, tako da pač to vseeno je nek pomemben del mojega življenja, ki pač me bo preživljal 40 let, ampak portugalščina je pa to, kar je samo iz užitka. Samo iz užitka. Pa nameravaš zdaj še kakšno novo fronto v jeziku odpreti? Ne vem, kaj pa še ostane? Mislim, sigurno nizozemščina me še čaka. No, ampak to je germansko, recimo. Ja, drži, ampak v bistvu od romanskih jezikov ne vem, kaj še ostane. Ja, sej to. Ampak ostane še kakšni dosti manjši romanski jeziki, naprimer galiciščina, oksitanščina, oboje še ostane. Potem pa mislim, jaz bi rekel v prvi vrsti vse jezike, ki jih že znam, jih pač še bolj poglabljati, še bolj raziskovati. Poleg tega pa tudi seveda še kaj novega. Nizozemščina. Torej nizozemščina, to si prav že zamislil, da to pride na enkrat. Ampak torej, v bistvu malo zbiraš, katere jezike se boš učil. Ne, ni to stvar navdiha, ni to, ne vem, da gledaš nizozemski film, pa poslušaš, pa si rečeš, no to je pa lep jezik, to se ga bom poslušal. Tako se mi zdi, da bi se ga še naučil, torej nizozemščina me še zanima tako, da bi, če moram enega izpostaviti, ampak ni pa to tako zelo prioritetno. Pa predvsem vse, kar pač je bilo že omenjeno, vse to samo še naprej. Je pa ena skupina jezikov, ki sploh nisva še nič o njej govorila in tudi sami nisi nič omenil, namreč slovanski jeziki. Ja, mislim, jaz bi rekel v prvi vrsti, ko ste začeli naštevati jezike, jaz sem malo upal, da boste prvo slovenščino imeli, ampak žal niste. Ampak res je, da ste rekli tuji jeziki. Ampak jaz bi rekel, da slovenščina je ta prva. Res pač jezik, oziroma ko ste prej me vprašali, kateri je moj najljubši jezik, jaz sem govoril na vprašanje, kateri je moj najljubši tuji jezik. Definitivno je slovenščina. V vsem ta prva. Tudi gre za res bogat jezik in ne vem, in toliko edinstvena, toliko bogata, sicer malo število govorcev, ampak je nedvomno ta prva na lestvici, prioritet. Ok. Kaj pa kakšni drugi? Slovanski? Tako je, jaz razumem načeloma balkanske jezike, jaz jih razumem. Ok, ja. Skoraj vse. Se zgodi, da načeloma, če želim karkoli povedati v srbo-hrvaščini, se da čisto lepo, ampak zdaj zadnje leto se mi zdi, da ne govorim aktivno, tako da bi rabo malo se potruditi, ampak v bistvu
jih predvsem razumem. Kakšni te večjih narodov, recimo ne vem, neka ruščina, to pa Poljščina me tudi zanima. polščina? Sem imel, naprimer, prej sem šel nek skor za Vaušic, to, kar ste vi organizirali. Sem imel nek plan, da bi se probal malo poljščine naučiti, no, ni uspelo. Pač. Matematika sem se takrat učil, tako da ni uspelo. Ampak ja, imam tudi mogoče poljščino, tudi na listi želja, da bi se jo naučil. Kakšen imaš pa recimo potem odnos do angleščine, ki je, dajmo reči, ena taka lingua franca, a ne, in se Ja. vedno znova zatekamo k njej? Kakšen imaš tako V bistvu- sicer odnos do njega? Se ti zdi lep, se ti ne zdi lep, se ti zdi... Se mi zdi zelo neutralen. Nevtralen. Tako, torej, definitivno ne bom rekel, da gre za grd jezik, niti Okej. približno. So pa jeziki, ki so mi dosti lepši in dosti ljubši tudi. V bistvu, kar se angleščine tiče, je pa to mal problem tudi meni. Aha. Kolikor so meni v bistvu ostali jeziki zelo in všeč, tudi če gledam zdaj mogoče bolj tudi v smislu predmeta, tudi nimam nobenih problemov z drugimi jeziki, no angleščina je pa pač stvar, ki me pa tudi, me pa v bistvu tako rekel, nič imam proti jeziku, me pa ne zanima kot jezik. In omenil si, da boš tudi šel študirati jezike, Tako, oziroma tako, tuje nedvomno. jezike, kar to verjetno ni ravno presenečenje. Torej, francoščino in španščino nameravaš. Potem verjetno tudi govorimo o študiju v tujini. Seveda. Ja. Zdaj v tem momentu nimam še čist splanirano, kako bi točno naredil, ker kakšni moji prijatelji, šolci, ki imajo tudi namen v tujini študirati, imajo že splanirano se možno. Jaz sem tako, imam idejo, Okay. ki jo imam namen realizirati. In pač ta ideja je začeti študij v Sloveniji in ga tudi končati v Sloveniji, vmes pa spoznati kulture, jezike, svet in ljudi. In predvsem na Portugalskem. Na Portugalskem. Torej, planiram študij na Portugalskem, nekako tudi dve univerze sta, na kateri se želim iti študirati. Torej, poleg Portugalske pa bi še kaj. Ciljem predvsem na Španijo. Španijo. Kaj pa izven Evrope? Nisem kaj preveč razmišljal o tem, mogoče. Vse opcije so še odprte, ampak mogoče me študij v Evropi vseeno malo bolj vleče. Kot študij. Ja, sej, verjetno razumljivo. Ja. Ko govorimo seveda o tujih jezikih, ko govorimo o kulturi, si pač rekel, že tudi zdaj rad bi spoznaval ljudi, skratka potovanja, torej videti svet, to je nekaj, kar te tudi v bistvu zelo veseli. To je ena velika ljubezen. Zdaj bil si že marsikje po Evropi. Tako. Kaj se ti je recimo zelo vtisnilo v spomin? Pa v bistvu težko reči, zato ker mislim, da ima vsako potovanje, če je smiselno, je nekaj čist novega in neka nepozabna izkušnja. Tako da, če smem kaj konkretno meniti, Prosim. Ja, jaz bi začel s Portugalsko. Okay. Jaz sem bil na potovanju 2024, torej v drugem letniku. In to je bilo takrat, ko sem se mislim, da je 2 meseca prej, sem se naučil portugalščine in ne vem, jaz sem v bistvu pač, ne vem, 2 meseca prej, jaz nisem popolnoma nič vedel, skoraj nič. Potem sem pa prišel tja v državo, kjer se pač to govori in 2 tedna živel v tem jeziku skozi. Videl sem ogromno stvari, ker tudi kar mene na potovanjih vleče, niso samo te neke stereotipne znamenitosti, ki pač jih vsi vidijo in so povsod samo slike tega, mene vleče dosti drugačne stvari. Se mi zdi prav videti, ne vem, če govorimo zelo o Lizboni, Torre de Belém, torej ta glavna znamenitost Lizbone, ja, je vredno videti. Ampak hkrati pa konkretno, če samo o Lizboni govorimo kot prestolnici, je ogromno enih četrti, ki sploh niso poznane, ampak so noro lepe. V kakšnem smislu? Kje recimo najdeš lepoto v nekem tujem mestu ali pa v tuji lahko državi? Tudi to sam vsakdanji način življenja. Neke druge kulture, torej nekega drugega naroda, za katere to je v bistvu nekaj čisto normalnega, ampak sam, ko pogledaš, ne vem, kar bilo meni konkretno v Lizboni lepo videti, je nekaj, tudi mogoče ne bom rekel revnih četrtih, ampak ne lihujnih najbolj v centru, najbolj v središču vsega, ampak preprosto samo pač lepa ulica z čisto vsakodnevnimi, ne vem, predmeti, torej govorimo o neki stari stanovanjski ulici, kako pač življenje tam zgleda. Že to se meni zdi dosti bolj vredno, kljub temu, da je lepo videti tudi neke glavne znamenitosti in tako.
Ampak to je samo, če govorim o Lizboni kot metropoli, kot glavnem mestu, ampak potem pa vseeno manjše kraje, sploh na Portugalskem, to je to, kar sem se želel videti. Ker ima čisto vsak majhen kraj, pa tudi če je res toliko majhen, da ga komi na zemljevidu najdeš, neko zgodbo bo imel, neko zgodovino bo imel. Čisto vsak kraj. Kaj pa potem Španija? Aha, Španija, to sem bil pa na enotedenskem potovanju, smo bili pa z družino, torej 2024, torej tekom 4. letnika, oktober-november. Videli smo pa predvsem večja mesta. Smo naredili kar en velik krog po Španiji, torej v bistvu leteli smo iz Benetk na Barcelono, torej štartali smo skoraj pri Franciji, če tako pogledamo čisto po mejah. Sicer nismo šli v Barcelono, to je bila v bistvu moja ideja, da si Barcelone mogoče ne želim toliko videti še enkrat, tudi zaradi podobnega razloga, kot sem že prej omenil, da se je lepo videti pač nekaj glavne stvari, ampak se mi zdi, da to bogatstvo neke države se skriva v manjših mestih. V bistvu iz Barcelone smo šli takoj na Taragono. Taragona je pa nekako drugo najbolj pomembno mesto v Barceloni, v Kataloniji, se pravičujem. Zgodovinsko dosti bolj pomembno kot Barcelona, sploh v antiki. Torej dosti bolj zgodovinsko pomembna, dosti manjša, dosti bolj organizirana, nekaotična, čista in tako dalje. Ampak hkrati, če iskreno povem, jaz sem bil v obeh mestih, meni je bila Tarragona bolj všeč. Torej potem pa iz Tarragone, naslednje mesto je bila Valencia, kot sicer vele mesto, ampak vseeno, Valencia je eno izmed teh mest, ko sem prej omenil glede študija, mogoče kaj po Španiji, Valencia me kar vleče, čisto iskreno povedano. Torej Valencia, čudovito mesto, mene spominja na Pariz, ne vem zakaj, pač spominja me, pač tako se meni zdi. Potem pa Alicante, eno mesto tako dol. Tako dol, proti v smeri zahoda. Alicante tudi mi je bil zelo všeč, tudi malo večje mesto od Ljubljane, ampak tudi tako normalno mesto, kjer lahko vidiš pač vsakodnevno življenje, ne pa nekih milijonkrat videnih slik iz nekega mesta, ker je to samo tako znano in je samo to pomembno. V bistvu rad pogledaš v zaodarje neke države na nek način. Točno tako. In potem verjetno ste tudi šli do Gibraltarja. Tako, je bilo še mesto Alicante, potem pa Granada. Tudi zgodovinsko zelo pomembna. Potem pa iz Granade v mesto Ronda. Ja. In potem pa iz Ronde, torej zdaj se premikamo proti zahodu, iz Ronde potem pa Gibraltar. To, po mojem, da je bila tako en vrhunec tega potovanja. Gibraltar bi meni zelo všeč, tako da v bistvu prvič sem bil v Združenem kraljestvu. Aha, no evo. Ja. Tako da, evo, še eno osvojena izkušnja. Ne vem, zanimiva država, toliko majhna, ampak hkrati zelo velika enih stvari je na teh nekaj kvadratnih metrih, kar obsega ta država. Sploh namer to, da je eno mesto, ki izgleda, kot da je to pač eno vele mesto, čeprav ni lih ogromno, potem pa zraven ena gora, na kateri je ogromno opic. Tako da to je bila kar zanimiva izkušnja, ker v bistvu šli smo ker tam je kot ogled, da se gre z kombi, v bistvu pač vodeno čez cel Gibraltar in je pač postanek za ogled tehle opic in potem torej nadaljujemo pot po cesti in kar naenkrat se obrnem tako na svoje levo in vidim na avto gor opico. In jaz mislim, kaj pa zdaj? In gledam z tega voznika in je začel odpirati okno. In je prišla lepo opica v avto. Tako da marsikaj norega se tam zgodi. Samo opice lahko tudi grizejo. To te ne čekaj dosti ne skrbi. Jaz mislim, da opice ugrizejo, kogar ugrizejo opice, se je tudi malo sam kriv, zato ker je tudi rečeno, da ne prinašati hrane. To je tudi razlog. Ne se kregati z opicami in ni problema potem. Tako da jaz nisem imel čisto menih problemov. Si se spoprijateljil z opico, torej? Mislim, ena mi je tudi naročje skočila. No, to že je bilo čisto slušno. Tako da nobenih problemov, ampak kar nora izkušnja. Ok. Zdaj, prej sem govorila o tej nekem zaodarju ali pa kako ti je v bistvu všeč sama ulica tudi. Zelo rad tudi govoriš z lokalci. Ja, to pa je res. Jaz sem slišal za eno tako zanimivo taktiko, ki jo imaš, da se
delaš, da ne veš, kje je kakšna stvar, pa jih pa Okej, malo enkrat vprašaš. je bilo tako, No, okay, torej enkrat si se naredil, pa to v redu deluje. Mislim, glede na to, da sem prijateljstvo ustvaril, Aha. je bilo uspešno. No, potem, če si enkrat to, pa lahko ponavljaš mogoče isto finto. V bistvu ja, lahko bi. Čeprav zdaj ko smo to povedali celemu internetu, bo to težje. Bojo pripravljeni, da napadajo na to taktiko. Ja, oprosti. Torej, iz Gibraltarja, Ja. potem pa gor na Seviljo. Torej, to je bilo, mislim, da najzahodnejša točka tega potovanja, torej že blizu Portugalske. Torej, po dolžini čez celo Španijo, potem pa iz Sevilje na Kordobo, potem pa torej Kordoba, Toledo, pa Madrid. Tako, pa Madrid. Je lušna tura. To je kar veliko. Praktično cela južna polovica Španije, kar je pomembnejših mest. A je še kakšna, mogoče še kakšna druga država, ki bi jo pa rad, tako kot sem te prej vprašal glede jezika, kam si ti pa zdi, da bi bilo zelo fajn iti? V bistvu teh držav je kar veliko še. No. Ja. Mislim, v bistvu vse države, kjer top sem 3 v Evropi, tako bom rekel, kjer še nisi bil. kjer še nisem bil. Ali pa kar bi rad še, dajva kar reči, kam bi šel, recimo, tele prvomajske počitnice, če ne bi bila pred tabo matura. Pa če sem prej omenil nizozemščino, pa dajmo še nizozemsko omeniti, Nizozemska, ker me tudi okej. me precej vleče. Potem pa Poljska. In Poljska, mogoče še kaj več videl, ker sem bil v Krakovu, ampak se mi zdi, da bi se dal še marsikaj videti. Ja. Mislim, da mi je Italija še ogromno preostala za videti, ker sem bil že precejkrat v Italiji, ampak toliko velika država, da je še marsikaj za videti. Kaj pa izven Evrope? Izven Evrope je pa ogromno še ostalo. No, seveda. Tako da mislim, da je 3 malo premalo. Ja, ampak zato Predvsem Latinska Amerika. Dajva se umiti. Aha, Latinska Amerika. Tako, če moram eno celino zbrati, Latinska Amerika. Latinska Amerika, brez dvoma. Ker govorijo Ja, sej. praviloma špansko ali pa vsaj portugalsko. Tako. Več ali manj. Tako da le zakaj je to. Aha, moja le interesna zakaj. sfera. Ena reč, ki je pravzaprav tudi malo vezana na potovanja, pa na kramljanje z lokalci, je pa stvar šole in seveda tudi izmenjava. Ja, tako. Kako si ti recimo dojel svojo izmenjavo, oziroma vi ste imeli izmenjavo Z Bordeauxem, torej z s Bordeaux, Francijo. torej s Francijo. Kako se ti je to zdelo, glede na to, da je Mičken vendarle bolj organizirano, a ne, da ni tako malo, da te spustijo, pa da malo okrog sam hodaš. Ja, Kako se ti zdi ta izkušnja izmenjave? meni se zdi, da je ena izkušnja, ki bi jo čisto vsi mogli imeti. Zelo dobra izkušnja, pa lih hkrati zaradi tega, ker si ti prisiljen v bistvu doživeti marsikatero nesporazum, marsikatero tudi slabo situacijo, mislim, ne nujno zelo slabo, mislim, to ne priželim nikomor, ampak kakšne situacije, v kateri se znajdeš in si misliš, ojo, kaj pa zdaj? In to lih v bistvu je ena dobra izkušnja potem. Res pa moj Francoz lih ne moram reči, da so se ujela. Okay. Sva čisto lepo prišla čez izmenjavo, mislim, čisto lepo je bilo vse, ampak se mi zdi, da on malo meni ni maral, on se malo hotel z mano kregati, tako mislim, pač ni nič takega, ampak hkrati se mi zdi, da kakšni moji sošolci so se pa zelo ujeli. Ampak se mi zdi, da čisto kot izkušnja izmenjave je bilo pa čisto perfektno. Kako si se pa ti potem počutil v Franciji? Meni v Franciji mi je bilo pa super, ker v bistvu lih izmenjava funkcionira tako, da torej, ko so Francozi tukaj, oziroma ko so gosti tukaj, smo Slovenci te, ki moramo skrbeti za njih in se v bistvu sekirati okoli njih in mrtele naši Francozi. Se mi zdi tako, da je bilo dosti krat smo mogli biti Slovenci te, ki smo jih res, da bi jih za roko držali pa naokrog vozili, ampak se je tudi to zanimiva izkušnja. In pa pol lepo, ko greš pa ti v Francijo, pa tako, se lahko dosti bolj sprostiš, v bistvu nekdo drug dobro se nas skrbi zate, druga družina. Tako da meni to mi je bilo zelo všeč, jaz sem se z mamo svojega Francoza sem se zelo ujel. Mislim, oziroma tudi z očetom, no, ampak zelo z mamo, ki je pa profesorica francoščine. Tako da so imela ure in ure debat. Marsikaj me je tudi naučila glede francoščine, res debatirala sva, prvo spomnim tisti večer, ko sem jaz prišel, mislim, da do 3 zjutraj sva sedela tam v kuhinji in malo debatirala. Tako da do 3 zjutraj. Ja, malo. Okay. Tako pač. O francoščini in jeziku. In jeziku, zgodovini, kulturi, navadah, še pa še. Prej si tudi rekel, da je
da je v bistvu fajn, da se zgodi mogoče kakšna stvar, ki je Se to, rahlo pač- neprijetna. Ja, seveda. Mislim, to pomeni, da se čisto vsakmu zgodi, ker če ne drugega, naprimer, dosti teh Francozov, ki so bili tukaj, niso znali praktično čisto nič angleško. In tudi v bistvu, kdaj kakšni sošolci pa niso sploh vedeli, v bistvu, kako pa sploh zdaj se pogovarjati z njimi. Smo imeli tudi to izkušnjo, da so se pa tudi to naučili, da se ali potrudijo v francoščini, ali kako drugače, in da se pač na koncu vseeno zmenijo, kar se rabijo. Tudi to se mi zdi tudi zelo pomembna Dragocena izkušnja. izkušnja. Okay. Zdaj, nekako je prisotna pri tebi tudi ena, pa recimo temu ljubezen ali pa vsaj simpatija do zgodovine. Učiš se tudi, recimo, prej si omenil, da nekako se zdaj z latinščino, ampak tudi starogrščino, kar potem verjetno neka Grčija mora tudi biti visoko na tvoji rang listi, kar se tiče prijetnosti držav. Bi še moče kaj o svojih potovanjih v Grčiji povedal? Ja, to je zdaj kar široko vprašanje, tako da bi z veseljem odgovoril z vsem, kar ste rekli, se čisto strinjam. Torej, kje začnemo? Torej, Grčija. V Grčiji sem bil kar dostakrat že, predvsem otoki. Tudi na kar parih otokih sem bil tudi povečkrat. Nekako najbolj pomembno potovanje po Grčiji bil pa definitivno maturantski izlet prejšnje poletje. Tudi zelo zanimiva izkušnja, ki se res zgodi, seveda smo pač enkrat v življenju. Na Krfu, tudi lepa in zanimiva izkušnja. Ki se jo spomniš? Seveda se spomnim. Ja. Seveda. Ampak to verjetno se ne da reči za čisto vse ostale. Ne, samo. Okay. Jaz potrebujem, da se vsega spomnim. Pa je to recimo Grčija, si rekel, da si bil večkrat, te tudi vleče, torej zaradi svoje bogate zgodovine ali tudi zaradi sedanjosti, dajmo tako reči. Mislim, jaz bi rekel kombinacijo obojega. Gre za eno državo, ki je tudi zelo prijetna. Mene se, ne vem zakaj, ampak meni se zdi, da Portugalska pa Grčija tako zelo taki sorodni državi brez kakršnega koli sorodstva. No? Ampak mislim, tako oba naroda sta zelo prijetna. Tudi dve državi zelo lepi za potovanje, tako kot za nekega popotnika, tudi zelo prijazni. Se mi zdi, da je v Grčiji res veliko tudi za videti, ker čisto vsak otok ima neko svojo tudi zgodovino in sedanjost. In tudi se mi zdi, da tudi kakšni kraji so res pač preturistični in je treba se potruditi, da prideš do nečesa, kar je pa res zgodovinsko ali pa preprosto samo lepo. Potem pa, če to nekako zdaj pa v jezik pretvorimo, jaz zdaj govorim samo za moderno grščino, sem se tudi že kakšno leto nazaj že malo začel zbliževati z njo. Sem se pa sploh to poletje, malo prej sem šel na maturantski izlet, sem se pa malo bolj spet lotil moderne grščine. Potem sem se pa septembra lotil predvsem pa stare grščine. Zato, ker je na Poljanah profesorica Nataša Homar za latinščino organizirala fakultativni tečaj za klasike, predvsem za klasike, no, pa tudi zame. In ne vem, to je po mojem eden od najlepših spominov na Poljane. Včeraj smo imeli zadnjič, tako da res lepa izkušnja. Tudi jaz vem, da stara grščina zame na tej točki še ni konec, jaz jo bom še delal. No, sej, nekje ampak spodbuda je pa tudi lepa. Ampak ta začetek, jaz tega začetka sam ne bi mogel narediti. Zdaj pa, mislim, tudi res smo imeli malo ur, torej enkrat na teden, pa tudi na bark, tudi ni bilo, tako da zelo v bistvu malo ur, ampak zelo veliko mi je dal ta tečaj. In tudi v bistvu za moderno grščino tudi neko dosti boljšo osnovo. Tudi odkar se učim staro grščino, sem se tudi spet moderno grščino malo bolj lotil in ne vem, se mi zdi, da gre za dva jezika, ki sta res lepa in res bogata, pa hkrati sta to jezika, ki je ful težko samo pač govoriti, ker pri francoščini, kolikor je pač težka ali pa karkoli, je dosti bolj tudi prisotna in dosti hitro se da tudi spregovoriti v tem jeziku. In stara grščina in pa moderna grščina sta pa malo drugačni. Tudi če poznaš jezik, ni to potem to. Tako bi jaz rekel. Ampak se mi zdi, da kar meni všeč pri obema izmed teh dveh jezikov, je to, da jaz nimam nobene dolžnosti do teh jezikov. Jaz to delam samo iz ljubezni do jezika.
Isto je pri portugalščini ali pa pri romunščini. Res, jaz se s tem jezikom ukvarjam samo zato, ker me zanima. Zdaj, omenil si maturantski izlet, ki sicer ni tehnično šolska zadeva, ste šli pa sošolci, oziroma sošolci, sošolke. Omenil si zdaj tudi recimo profesorico Homar, torej nekako šolski spet okvir nekega tujega jezika. Verjetno si v svojem šolanju tudi na marsikero ekskurzijo šel v tujino. Ja, jaz bi najbolj izpostavil, kar bila moja ta najljubša, se upravičujem, če sem komu krivico naredil, ampak definitivno moja najljubša ekskurzija v okviru šole je bila lih pred kratkim na Poljsko, torej v Auschwitz. Vse zahvale vam, da to organizirate. No, ampak ok, ja, tako zgleda, da smo ga zato povabili. Ne, mislim, jaz bi rekel, da gre za ekskurzijo, ki bi mogla biti v bistvu za vse. Mislim, obvezno zato, ker to meni se zdi, da je vsak dolžen videti, bi si pa reči ena izmed največjih napak ali pa največja napaka v človeški zgodovini. Jaz mislim, da je vsak dolžen to videti, ampak na nek način pa vsem zdi prav, da pač kdor je pripravljen to videti, se odloči in to vidi. Torej tudi to potovanje, torej res kratko, ampak in res v bistvu potovanje zgleda tako, torej v petek smo šli na pot, ki je bila kar dolga, ampak meni se zdi, da je čez hitro minil. In torej petkov večer v Krakovu, meni je bil Krakov mi je bil zelo všeč, ker res prej sem bil tako, Poljska, ma ne, to meni sploh ne vleče, ne, ni šans. To je bil v bistvu prvič, da si bil na Poljskem? Ja, prvič. Jaz sem si mislil, ok, grem na Poljsko, vidim eno novo državo, malo zvem o kulturi, in to je to, ne? Pikica, no, zdaj pa že planiram to poletje spet, malo se vrniti. Ampak jaz sem mislil, da pač Poljska, to je država, ki mene pa res ne zanima. Mislim, ne vem, si tudi Romunija je taka podobna država, mogoče malo še zadnji, tako, pa to je to, ampak jaz sem čutil, da mene Romunija ful bolj vleče, že sem zaradi jezika, če si iskreno povem. Je vendar romanski, ne? Ja, seveda, sej. Tako delujejo prve prioritete. No ja, in pač v bistvu jaz sem smislil, Poljska, ne, ni šans, to, pač grem zato, ker pač prav iti tja. Ja. Pol pa ti spetko večer v Krakovu, ne vem, mislim, če si iskren, mislim, da skoraj celo noč zunaj, seveda, tako, ne vem, mene to mesto kar sama vase posrkalo, meni je preprosto prijetno. Sicer vele mesto, skoraj milijonsko mesto, ampak meni se zdelo lepo, tudi čisto, urejeno, torej ne kaotično, če pomislim na Pariz, ki je še dosti večji, ampak ne vem, v Parizu mislim, da se težko počutiš res prijetno in varno. Tudi če je lepo mesto, ampak ne vem, jaz sem se zelo prijetno v Krakovu počutil. In potem tudi naslednji dan, ko je bil pa torej ogled Auschwitza, tudi se mi zdi res, mislim, pretresljivo, se mi zdi, da sem se precej tudi psihično pripravil na to, zato ker tudi res že kar nekaj let tudi veliko beremo o širšem kontekstu Auschwitza in na splošno zgodovini, tako da jaz neke efekte, tudi ta predavanja, ki so bila organizirana, tudi meni so bila zelo všeč, vsa 4. Ampak li zaradi tega, zato ker sem vse neke podatke, vse neke efekte, jaz sem jih vedel, če si iskreno povem. Ampak to je bilo toliko dobro postavljeno v nek kontekst, toliko lihte prave informacije v tem pravem zaporedju, točno to. In bilo res užitek vsa 4 predavanja poslušati. No, lepo slišati. Seveda. Ja, treba pohvaliti, če je treba pohvaliti. No, lepo. Skratka, potem zdaj, recimo, tlele zadaj imava, si par svojih knjig prinesel in tukaj tudi vidimo poleg raznih slovarjev tudi, ne vem, Zolaja, Markeza, skratka francoske oziroma špansko govoreče avtorje. A bo zdaj pol tudi kakšni Poljaki prišli zraven? Ja, ne vem, mislim, nima nobenega razloga, da ne. Mogoče 2 meseca nazaj, ali koliko je bilo to, bi mogoče rekel, kje pa? Mogoče. Mislim, moje osnovno načelo življenja je, da si ne zapiram vrat. Ja. To tudi marsikateri moji prijatelji me potem poznajo, da zelo velikokrat jaz tako reagiram. Če hočem pojasniti, da to je v bistvu... Jaz nikoli sem rekel, da lej, če mene zdaj nekaj ne zanima, me nikoli ne bo. In sem pripravljen na v bistvu vse. Ma tudi potem angleščina in anglosaksonska kultura ima morebitno prihodnost pri tebi. Ima morebitni potencial. Ampak se mi zdi, da ima mogoče malo manj kot kakšno druge. Ampak lej.
Mogoče. Tole, recimo, konkretno, Zola, Marquez, a je to, pa Hugo, vidim, a je to je slučaj, da si jih sabo prinesel, ali gre za mogoče avtorje, ki ti nekaj pomenijo? Tako bom rekel, Gabriel Garcia Marquez definitivno je meni en izmed najljubših avtorjev. Mogoče Emil Zola ni spet toliko, ampak hkrati ja, pa hkrati ne, tako bom rekel. Okay. Odvisno. Torej, ker jezik je seveda potem samo korak do neke književnosti. Ja, ne? Tako. In si verjetno potem tudi ljubitelj književnosti. Zelo. Katere te pa tukaj najbolj vleče, pa da je vam mogoče najprej obdobje? Težko rečem, da bi rekel, zdaj samo eno obdobje, so obdobje, ki me malo bolj zanimajo. Ali pa recimo tako, kaj te malo bolj? Mene razsvetljenstvo zelo zanima, kar je zelo, se mi zdi, neobičajno, zato ker kot jaz vidim pri tudi ljudeh, jaz se družim si upam reči, z dosti enimi ljudmi, ki jih tudi zanima književnost. In jaz nikoli pri nobenem ne znam, da bi ga razsvetljenstvo zanimalo. Ja, nima veliko ljudi persijskih pisem takole pod pazduho. Ja. Kaj zaradi idej? Ali? Tudi, ker se mi zdi, jaz vidim, da se moderna književnost takrat začne. Tako jaz to vidim. Meni se zdi to razsvetljenstvo eno noro zanimivo obdobje, ki je do res velikih dosežkov tudi pripeljalo. Če pogledamo francosko revolucijo, iz ideje razsvetljenstva pride ven. In torej, razsvetljenstvo bi jaz, če moram izpostaviti. Če moraš izpostaviti, bi izpostavil razsvetljenstvo. Definitivno razsvetljenstvo, fin de siècle. Pa fin de siècle. Ne vem pa zakaj, ampak... Čist nekaj drugega v resnici. Ja, se vem. Ampak a je prepovedano? Ne. Zelo zanimivo, druga stran Mavrice. Ja, se to mene vleče pri književnosti, da v bistvu nič ni prepovedano. Tako, odlično. Pri jeziku je marsikaj prepovedano, ampak pri književnosti pa ne. Torej, še fin de siècle, pa avantgarde, so mi zelo zanimive, pa eksistencializem. In to bereš, prosti. Pa še magični realizem, če moram izpostaviti tako. In to potem tudi bereš v originalu? Ali kako? Načeloma sicer, če berem v originalu, je precej dlje časa vzame, precej več naporov, tudi pač ta napor ni kot negativno, ampak napor mišljam tukaj z popolnoma pozitivno notacijo. Tudi načeloma se trudim v izvirniku, sem pa marsikaj tega tudi v slovenščini. Ali pa oboje. Potem primerjaš recimo, ne vem, neke prevode tudi? Ja, tudi se mi zdi, da obstajajo prevodi, ki so izjemno dobri. Tudi kar se poezije tiče, če se osredotočimo na francoščino, na slovenščino, Jacques Prévert, njegovi prevodi so izjemni. Prevodi v slovenščino so izjemni. Je Berger prevod? Ja, Berger. Meni se zdi, če si iskren, če povem, pa se ne vem, če se to sme reči, ampak meni se zdi v slovenščini dosti boljše kot v francoščini. Če si iskren. Seveda, kot si rekel. Mislim, prvič gre za kvalitetnega prevajalca, drugič gre pa tudi za jezik, ki ga imamo, ki je zelo izrazen. Zelo. Sam potem so pa tudi kakšni pa prevodi, ki pa se mi zdi, prevod je čist, v redu, to je to, ampak še vsem se mi zdi... Osiromaši besedilo. Ja, ali pa na nekaterih delih stajo osiromaši. Kaj pa lahko tudi izboljša. Tudi na nekaterih delih. V vseh jezikih, ki si jih naštel, vzameš knjigo, roman, kar je v bistvu bolj zahtevno branje. Ne v vseh jezikih. To ni možno čisto v vseh jezikih, ampak v španščini, francoščini, portugalščini, tudi v nemščini sem sicer ne toliko, ampak nekaj sem tudi v italijanščini probavam, to je bilo probavanje. Ja. Skratka, še projekti za naprej. Ja, vse to, kot sem rekel prej, če si vratno zapiram, vse, kar se zdaj ne zgodi, ali pa zdaj, kar ni, vse pomeni, da lahko se samo še zgodi. Zdaj tudi, glede na to, da malo gledaš, mogoče razmišljaš o jeziku, ga tudi na nek način poučuješ, bi lahko to rekel. Zdaj poučuješ recimo v Pionirskem domu. Držim. Ja, poučuješ kateri jezik? Španščina in francoščina. Oboje. Sicer nimam še dosti izkušenj tam, ker sem bolj na začetku tam, se razrešil v zadnjem času, ampak se mi zdi tako ena zanimiva
Tudi izkušnja, kar se jezika tiče, ker mogoče jaz bi malo širše tako povedal, v bistvu jaz predvsem sem tutor, torej poljanski tutor in meni se zdi to tudi ena najlepših izkušenj na Poljanah. In tukaj imam jaz pač torej opravka z različnimi Poljanci, tam so pa večinoma, je pa torej tukaj tudi in španščina in francoščina, predvsem francoščina, ja pač teža je, tako da je malo več potrebe po francoščini. Tam je pa delo z dosti mlajšimi. Aha, imaš čist pikolinčke ali kako? Tudi to sem imel. Aha. Tako da to je tudi kar zanimiva izkušnja. No, ampak je pa verjetno samo tutorstvo je bolj individualno. Načeloma ja, lahko pa tudi zelo številčna. Ja, ker tudi meni se tudi zdi, tudi konkretno lahko tudi povem kot zgodbo, za moje sošolce sem jaz in že lansko leto in tudi letos sem organiziral v bistvu kot nek tečaj francoščine kot pripravo na test. Oziroma lani se na pripravni test, zato ker je tako, kot se pogosto zgodi v našem razredu, da v drugem roku jih rabi več odpisati, kot jih je odpisalo v prvem. To je to. Presenetljivo. Ja, to je ta trend v četrtem. Ja. Ampak sej, pač se zgodi. In lani je bilo pri francoščini drugi test, da v bistvu jih je kar dosti, čudežno jih ni pisalo, ker jih pač je tako naneslo, ali pa je bilo treba še enkrat, ali so pa hoteli višati. Mislim, da jih je 19 bilo takih, ki pač so se odločili za ponovno pisanje. Ja. In več od teh me tako poprosila, a bi te lahko mogoče za, ne vem, ene pol urice prosil, da sem bi te nekaj vprašal, pa pol je še en drug rekel nekaj podobnega, pol ene rekla, jaz čisto ne razumem, da bi lahko ti meni to razložil, pol sem se rekel, pa kaj pa če jaz za vse hkrati naredim. In sem potem organiziral skupinsko francoščino in smo imeli vsak teden 2 uri po pouku in smo v bistvu vse predelali. Ja. In letos isto. Samo da letos smo že redno tako delali. Aha, ja. In pravi, da so bili zelo zadovoljni. Da... Ja, slišim, da si zelo uspešen, no? kot tutor. No, hvala lepa. Tudi mislim, tudi ogromno enega časa mi to vzame, ker to je samo ena zgodba, ki sem jo menil v tutorstvu. Jasno. Pol je pa še enih zgodb. Mislim, jaz na tutorstvo gledam predvsem na druženje. Meni to pač predstavlja druženje, pa hkrati jaz še nekoga naučim nekaj, pa mu zelo olajšam stvari. Ker tudi dosti ljudi mi je rekli, da jaz mislim, da jaz bi se identičen stvari lahko tudi sam naučila, ampak hkrati pa jaz toliko bi se zdaj sem tuturiral že, da bi se točno poznam od obeh profesorov za francoščino, točno vem, kaj so te točke, ki so res pomembne. Ja, tako da zdaj, jaz sem prav zdaj navadil že, da vedno se ne rečem tako, pač meni se ne zdi prav, da jaz sam povem, to je pomembno, pa to je pomembno, pač kao, za test, pač meni se to ne zdi smiselno, pač nima smisla. Moja navada je, da pač točno pač natančno odrazložim pač kar je vsebine. Potem pa rečem, ko sem že vse, pa rečem, pri sedanjiku točno ta glagol. Poglejte, točno ta glagol. In potem čudežno je, se znajde v testu. Ampak se mi zdi, pač, da ne pišejo, da jim ni lažje zaradi tega, ker vejo ta en glagol, ampak zato, ker pač vejo nek širši kontekst. Pa tudi dostkrat je, da kdo tudi malo dlje manjka, pa se potem marsikaj izgubi in pač v bistvu, če ima potem kot naknadno, da to še z mano naredimo. Meni se zdi, da čisto lepo lahko oni izdelajo, tudi brez mene, ampak se mi zdi, da pač jaz predvsem pač jim olajšam stvari. Ja, no sej. To je tudi moj namen. Pa bi se vidiš mogoče tudi kasneje, da bi to počel, ne vem, da bi šel v neko profesuro? Ja. Pa tudi z mlajšimi, kot jih imaš recimo v pionierskem domu? Bolj ne. Mislim, ne. Rekel, se mi zdi to kot ena zanimiva izkušnja, ker to, kar sem rekel, da je kot nek ta kontrast temu, da imam tukaj pač različne poljanske intelektualce, potem imam pa tam, ne vem, 7 let stare otroke, ki jih 1 uro učiš eno besedo reči in še vedno ne štima. Torej tiste je neprimerno bolj naporno. To je težko reči, zato ker na nek način je ful bolj naporno, zato ker ti moraš hkrati paziti, da se ne bo karkoli zgodilo tam, ampak hkrati ti, kar jih naučiš, je res malo in tudi se mi zdi, da tudi se pač trudiš, da res da jih tudi ne učiš preveč, zato ker tudi jaz sem se tudi zelo spustil tako
glede branja tudi v neko psihologijo zadnji za jeziki, tudi tako malo bolj pedagoško-andragoške vode. Sem šel pač literaturo preštudirati. In tudi meni se zdi tudi ta proces učenja jezika noro zanimiv. In tudi v bistvu iz tega pol tudi veš, kaj delati in kaj ne in kako tudi na marsikero situacijo odreagirati. Ampak tako, če bi imel za zbirati Poljanci ali neki otroci, ni dvoma. Torej, morda nekoč v prihodnosti se vrneš na to šolo kot učitelj. Ja, jaz bi si želel to. Aha, Tako da bomo videli, če se bo to uresničilo. bomo videli. Glede na to, da je zelo očitno, da se rad družiš z različnimi ljudmi in da je to v povezavi z nekim tujim jezikom, sploh recimo z enim takim, ki je tebi zelo všeč, recimo zdaj sva govorila malo o francoščini, španščini, zdaj pa samo o španščini, ti se tudi družiš z eno skupino latinskoameriških Slovencev. Nekateri Slovenci, nekateri smo živeli v Sloveniji. Dej malo povej, zakaj v bistvu gre tukaj? Gre za, tako kot je pri meni zelo pogosto, za neko čisto v bistvu naključje, da se nekaj zgodi in da nekoga spoznam. To se meni na dnevni bazi nekajkrat dogaja. Ljudem tudi potem poznajo, da pri meni vse full random. Tako smo pogosto poznali ljudmi. No, skratka, gre za eno skupino različnih ljudi izvorno iz Latinske Amerike, od katerih imajo nekateri celo kakšne slovenske korenine, daljne slovenske korenine, ki imajo različne srečanja za namen ohranjanja španščine, za namen ohranjanja neke svoje kulture. In slučajno sem se tudi jaz temu pridružil kot ne Latinoameričan, ampak kot ljubitelj španščine. Meni se zdi, da je meni to dalo ogromno. Torej, prostor, kjer lahko jaz govorim v španščini, kjer lahko jaz poslušam o kulturi Latinske Amerike, kjer jaz lahko govorim o kulturi Latinske Amerike, zvem marsikaj. In hkrati imamo več različne srečanja, res vsake toliko. In ne vem, kdaj zberemo kakšno pač temo, o kateri se govorim. Književnost je tudi, parkrat sem tudi jaz to malo pripravljal. Pa si ti samo en del tega ali si prav snovalec nekih pogovorov tudi? Mislim, usmerjevalec. Tudi vsake toliko tudi jaz kakšen pogovor pripravljam. Ko je bilo govor o književnosti, naprimer to sem jaz. Tudi različne v bistvu vidike, torej to so različni narodi Latinske Amerike, večinoma Kolumbijci, Perujci, Ekvadorci, tudi Venezuelci. In v bistvu videti neko stališče do tudi nekih tem z vidika različnih narodov v različnih dialektih španščine, tudi če je to vse španščina, ampak to so čisto svoji dialekti, kdaj tudi marsičesa ne razumeš, pa potem rečem, kaj lahko mogoče malo drugače poveš, ker nimam pojma, o čem govoriš. In pa, pa nekaj čisto preprosta beseda, ampak je pač v neke varianti tega jezika tako. In meni se zdi sploh to, da meni je to zelo prijetno druženje, zato ker tudi jaz sem pač priložnost se jaz učiti španščine, jaz sem se ogromno španščine tam naučil. Sploh pa gre za spoznavanje kulture. Koliko pa je teh ljudi pri nas? Mislim, to gre za veliko skupino ali gre bolj za komorno zasedbo? Jaz bi rekel, gre za veliko skupnost pa za manjšo skupino. Tako. Ne vem, se mi zdi ena res tudi lepa izkušnja, tudi v bistvu še ena priložnost za spoznavanje novih ljudi. Tako jaz to dojemam. Rekel si, da je to pravzaprav velik slučaj, da si prišel zraven. Verjetno nisi po ulici hodil, pa nekdo mi je prišel pa rekel, da prideš zraven. Ali je skoraj da tako? Mislim, prav tako ni, ampak je bilo v bistvu, to bilo že mislim, enkrat, če drugi letnik, torej več kot 2 leti nazaj. So bile z eno prijateljico, so bile na kavi in jaz pač nadaleč v španščino se jo da slišati. In nekako sem spol, zame to ni redkost, pač da kar je slučajno, ker se zna nasred nekega pogovora. To se meni pogosto dogaja. In potem sem me kar vključil zraven. Kot nekoga pač mladega, ker to gre tudi za mogoče tukaj starejši ljudi tam, mlajši, mislim, čisto različno. Zdaj sem ravno govorila mogoče malo bolj o španščini, pa vendar ne, si ti tekom svojega šolanja naredil eno stvar, ki je v bistvu zelo, zelo redka. Namreč iz 2. letnika v španskem razredu si 3. letnik presedlal v francoski razred. Tako je.
To je namreč zelo, zelo redka stvar. Kako da se je to zgodilo? V bistvu, tako bom rekel, če probam nekako malo širše razložiti, torej jaz v bistvu sem daljnega leta, zdaj že 2021, sem pristal torej v oddelku C, torej prvem C-ju. Seveda odločil sem se za španščino kot za drugi tuji jezik, ker sem imel tudi že v osnovni šoli španščino, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, v bistvu to, kar sem znal takrat španščine, pač nič. V bistvu, mojem delih v 3 tednih se na Poljanah naredi toliko pri španščini, kot v 3 letih osnovne šole. Ampak vsem pač to je bil razlog, zakaj sem se odločil za španščino. Takrat tudi me ni toliko zanimalo, da bi si karkoli sploh mislil, da bo iz tega. No in jaz sem pristal torej v oddelku C. In v bistvu gre za torej pač moj zdaj že nekdanji razred, za en razred, ki v bistvu pač, da na začetku poudarim, torej jaz pač nimam nič proti nobenemu iz tega razreda ali pa karkoli, da bo se karkoli narobe interpretiralo. Ampak gre za pač mogoče razred, ki, kako bi temu rekel, ni mogoče toliko meni podoben. Oziroma pač ljudje, ki so čisto redo, ampak v bistvu ni to neko okolje, kjer bi se jaz vklopil tako, kot bi se jaz želel vklopiti. In v bistvu tako bom rekel, da če lahko jaz v bistvu zelo pohvalim pač moj zdaj nekdanji C razred, v bistvu to so v bistvu zelo super ljudje. Tudi, kar zelo cenim, pač to so tudi take zelo, v bistvu zelo, organizirani, zelo taki, ne vem, smo zdaj tudi ljudje, ki jim gre zelo dobro matematika, in podobne stvari. In poudarjam, v redu ljudje, ampak pač v bistvu oblikovani tako, da se jaz pač v bistvu nisem dokopal zraven. Kar pač je na meni tudi krivda, ampak pač tudi take pač okoliščine, ki niso nad slabega, ampak pač jaz nisem znal tam pač zraven nekam priklopiti. Hkrati sem se pa pač tekom že drugega letnika sem pa spoznal ogromno enih ljudi na Poljanah, ki so se mi zdeli pa toliko fascinantno dobri. Toliko v bistvu sem se v bistvu vklopil z njimi tudi iz različnih razredov, sploh tudi višji letniki. In potem sem se začel razmišljati pa se, a v bistvu a so vsi razredi taki kot moj razred. In sem tekom drugega letnika pač ugotovil, da je pa naša F-paralelka pa ena skupina ljudi, ki se mi pa zdi, da so pa zelo blizu meni. Ker razred je pač neka naključna tvorba 30 ljudi, ki jim je v bistvu edina skupna stvar pač to, da so isti jezik izbrali. Ja. Ti v bistvu ne moreš vplivati na to, kakšen bo razred. Pač tako je naneslo. In za vse ostale se mi zdi, da je čisto super izpadlo. Ampak pač mogoče sem jaz pač v napačnem razredu pristal, ker pač ni nič narobe s tem. In potem sem jaz vedno bolj, kot sem se pozval oddaleč ta F-razred in tekoma spoznaval ljudi, ki so v tem razredu, ne vem, meni so se zdeli dosti bolj taki, da so meni podobni. Ker tudi, če primerjam, kot sem rekel, torej C-razred so taki zelo v bistvu matematični, mislim, pa to je kvečemo kompliment, ker jaz pač zelo cenim vse, ki moram imeti matematiko več kot ve, tako da res bravo vsi, ampak pač jaz pa pač se ne umeščam med te. Preprosto ta F-razred meni so se zdeli pa taki malo bolj filozofski, taki dosti bolj odprti, mogoče tudi malo bolj razgledani, pa taki malo bolj, ne bom rekel problematični, ker to niti približno ne pomeni to, ampak taki malo bolj problemski, da pa si tudi pač dovolijo imeti, da tudi jaz pač vsak dan nisem v redu, da mislim pač tudi nič vsak dan pač ta najboljši dan v mojem life. Pač da si znajo tudi to priznati, kar se meni zdi pač fact. Pač za vse to velja. V celem meni se zdi pač folk v bistvu zelo popoln. En se zdijo vsi tako res popolni, kar je super za njih in bravo, da jim to uspeva, ampak preprosto to pač jaz se ne vidim zraven na temu. In potem sem pa začel pač vedno bolj razmišljati o tem, pa kaj pa če bi jaz šel v ta F-razred. Zato, ker jaz sem tudi, mogoče bi to še izpostavil, da jaz, ko sem se odločil za Poljane, jaz sem se tako odločil, jaz hočem iti na klasično gimnazijo Poljane, jaz sem bil pač pripričan to. No, potem sem se pa en teden pred dopisom premislil in sem se rekel, zakaj bi šel na klasično gimnazijo. Zakaj pa potem nisi šel v klasični oddelek? Se to, zdaj, ko gledam se nazaj, ne vem, takrat sem se v bistvu malo bolj v to idejo tega F-razreda zapičil in mislim tudi, da je bila definitivno prava odločitev, da ne bo zdaj dileme, ampak
če bi se takrat jaz odločil, da hočem iti v B razred, bi se pač latinščino naučil. Pa tudi mislim, da bi bilo čisto super, ampak pač takrat sem se tako odločil in zdaj je kar je in sem zelo vesel, da je tako. Ni nekih obžalovanj. Ne. In potem sem se pa, torej maja v drugem letniku sem bil pa v bistvu toliko prepričan in toliko sem se res želel iti v F in na koncu je uspelo. Ampak sem pač dobil en pogoj, torej ravnatelj je odobril, ampak lahko greš v F, če mislim, enem tednu časa sem imel, da opravim diferencialni izpit za francoščino. Torej, C je španski razred, tudi razredničarka je profesorica španščine Petra Novak, jaz sem je res neizmerno hvaležen za v bistvu vso španščino in za kot razredništvo, zato ker mislim, da pač izvor vseh mojih jezikov je španščina. Da se ne bo to razumelo, kot da je španščina izvor vseh jezikov, da ne bo slučajno spet kdo hoče tako besed obrniti. Ampak zame v bistvu vse izbira španščine. Pač vse stvari, ki jih jaz vem v jezikih, pač tako ali drugače prve španščine. In tudi sploh to, da mene sploh zanima španščina, to se na Poljanah rodilo. In tudi jaz sem res hvaležen za to, da bi se ona meni v bistvu odprla svojih vrat v ta filološki svet. Tako da to je res, v bistvu, res mi hvaležen. V bistvu si nekako dobil najbolje od obeh svetov. Ja. Od špansko govorečega razreda in v bistvu od francosko govorečega razreda. Tako. In potem sem pa junija v drugem letniku, torej junija 2023, sem pa potem opravil ta diferencialni izpit iz francoščine, torej jaz bi rabil samo 50%. Da bi pač pogoj bil, če to zdaj opravim, sploh lahko. Ja. In jaz sem bil po mojem, da do pred zadnjega dneva pripričan, da itak ne bo raten. Itak bom padel, zato ker, kot vem, ste se tudi francoščine učili in verjetno ste predstavljali, kako so začetki pri francoščini, kot pri španščini, tako da začetki so izjemno lahki. Potem se pa zakomplicira, francoščina pa vendarle težja. Ja. Jaz sem, v bistvu španščina se na teh res visokih ravneh se pa izjemno zakomplicira. Ja. Francoščina se že na začetku komplicira. Francoščina pa sam pač kar nekaj na začetku in ko ti v bistvu šele celo francoščino usvojiš, vsaj te osnovne stvari, polar te pa zelo enostavno. Tako, vsaj jaz odnejam, da v bistvu pri francoščini več, kot jo ti poznaš, preprosto lažje je. Španščina pa vsaka stvar, ki jo vsak naslednji dan, karkoli mnogo španščine zvem, sem tako ojoj. Tako da to je velika razlika. In jaz se prav spomnim, ko sem se učil takrat junija v drugem letniku francoske glagole, v sedanjiku, to je pa ta največja travma francoščine, verjetno. In potem sem se šel ostalega lota in potem sem v bistvu takrat zjutraj, potem, ko sem odpisal test, sem si mislil, pa se drugače bi šlo slabo. In pol pisal sem 88%. Kar nikakor ni slabo. Tako da se mi zdi, da sem naredil. Mislim, da je bilo pozitivno. Ja, je bilo, definitivno. Potem sem pa torej še drugi diferencialni izpit, ki je bil pa avgusta. To sem mislil malo več časa, ampak tudi precej več snovi je bilo. In tudi iz francoščine. Tako, tudi iz francoščine. Torej 2 leti francoščine sem mogel nadoknaditi. To pa v bistvu se mi zdi, da ni bilo, mislim, je bilo težko, ker pač težje stvari so bile na tem drugem izpitu. Ampak se mi zdi, da jaz sem imel takrat meni bilo toliko strah tega izpita, sem zaradi tega, ker vem, da če pač karkoli zdaj zafrknem, pač gre se v nič. Torej pač ne bo uspelo. Ampak pol je spet rad. Tako da in potem sem prišel pa torej septembra pa v nov razred in mislim, da vsem težko se je bilo navaditi na nov razred. Čeprav mi je bilo super, ampak vseeno novo. Kar mi je pač res bilo škoda, ko sem šel iz CSR, pač sem šel v razred, ki je meni dosti bolj ljub, s katerim se dosti bolj razumem, ampak se mi zdi, da sem pa pustil za sabo vsem 2 leti življenja. Mislim, zelo lepi 2 leti, tudi če mogoče se nisem imel toliko lepo v razredu. Ampak če ko gledaš nazaj, vse to, mislim, kaj vse se meni zgodilo v teh 2 letih, čeprav v naslednjih 2 letih se je marsikaj več zgodilo, ampak se mi zdi, da sploh kar bilo meni škoda, pustiti te profesore, ki so me 2 leti učili, pustiti za sabo, to je bilo meni pa bi se dosti težko. Tudi razredničarka, tudi jo zelo pogrešam kot razredničarko, tudi če se super razumem z zdajšnjo razredničarko, ampak ne vem, jaz mislim, da me marsikaj naučila, pa tudi kar nima veze s španščino. No, ampak sej končni fazi, španščine nisi pustil zares za seboj. Sploh ne.
si pa tudi, mogoče bi še to omenil, napisal slovnico špansko. Ja, naredil sem en pregled španskih časov. Tako, to sem pa v bistvu lahko, če malo v kontekst postavim, to mogoče sem spostavil zdaj, torej, ko sem jaz pač prišel torej v nov razred, to sem bil res noro srečen in sem tako, evo, vse je za mano, zdaj pa gremo še enkrat. In kar je bilo meni, to zdaj šele, ko sem nazaj gledam, jaz takrat sem smislil, francoščina me ne zanima, všeč mi kot jezik, tako pa tako, sam s tem jezikom nočem imeti nič. Aha. Tako sem bil jaz takrat. Čisto tako, iskreno povem. Strpal se je, malce se stvari spremenile. Obrusu? Ja, ok. Tako da nisem gledal to, da grem francoščino študirati. Pa vseeno mogoče bom imel s tem jezikom, ki je v življenju, ampak ne vem, potem sem se, zaradi tega sem se pa lotil potem pa španščina v bistvu. Sem se takrat spet lotil res v španščino poglabljati. Tudi že potem avgusta, septembra, oktobra sem se pa res lotil španščine. Želel sem si narediti svoj v bistvu pregled španskih časov. Ker sem ga hotel narediti v bistvu z vsem, kar se meni zdi dobro, pri neki razlagi slovnice, z vsemi stvarmi, ki sem jih kadarkoli pač videl, pa sem le všeč, ampak sem jih hotel pač po svoje narediti in kombinacijo vsega. In večina teh stvari, ki so mi bile všeč, oziroma ki se mi zdijo res, to je to. To se mi zdi najboljše v bistvu tako razloženo ali pa tako gledati na jezik je iz prvih 2 let španščine. Odprla bova eno novo temo. Mečkan se sicer navezuje do neke mere na tutorstvo. Ti si sicer rekel, tutorstvo je prostor, kjer se jaz lahko družim z drugimi, ampak vendarle je pa tukaj tudi ena verjetno ozaveščenost do soljudi. In ta ozaveščenost se v bistvu kaže, ta čut, da se pomaga drugim, ki ga očitno zelo močno poseduješ, se kaže še pri eni stvari, po kateri si pravzaprav tudi zelo znan, namreč oziroma deluješ znotraj društva 8. marec. Tako. In recimo, konkretno zdaj, ko midva to snemava, je precej aktualno, da ste dosegli 1.200.000 podpisov za tale My Voice, My Choice, torej kampanjo glede omogočanja splava ženskam po Evropi. Ti si v bistvu sodeloval pri tem projektu kot prostovoljec. Ja. Kako to, da si v bistvu prišel tukaj zraven? Tako rekel, spet na ključe, tako kot marsičem drugem še, ampak se mi zdi, da dobrih na ključe. Tudi jaz sem v bistvu, torej, lih takrat enkrat, ko sem jaz prišel v 3. letnik, vse se pač novo postavljal, sem tudi začel pač malo bolj dejaven biti na inštitutu 8. marec. Sem že prej prišel zraven, tudi pač po spletnem ključe, ampak v bistvu takrat smo pa tam pač se oblikovali kot en v bistvu kot dijaški odbor za pripravo različnih dogodkov, pač na mogoče teme na področjih, ki malo bolj v bistvu pestijo ljudi naših let. Torej, problematika dijaškega dela, problematika študentskega dela, prekarnost, različne take stvari, ki se mogoče malo bolj tičejo mladih, pa hkrati ne samo mladih. In torej sem v bistvu kar nekaj časa sem pač zelo aktivno bil na takih stvarih. Potem sem pa jaz v bistvu, kako ne rekel, dobil tudi službo tam, pač, kot v bistvu tudi razne pač taka dela. Tudi ogromno sem prevajal, tudi naprimer, sploh gledam tudi torej evropska kampanja. Torej, da mogoče, če lahko malo več nam razložim, zakaj se gre. Torej, gre za v bistvu vse evropsko državljansko pobudo, torej za neko gibanje in zbiranje 1 milijon podpisov, smo izbrali 1.200.000, za torej pravico do splava za vse ženske v Evropski uniji. Slovenija tukaj je ena res svetla izjema, kar se tega tiče, zato ker imamo v bistvu kot prva država v ustavi to že zapisano, da ima torej pač da se vsaka ženska lahko sama o svojem telesu odloča. Lani je za Slovenijo prišla še Francija kot država. Večina svetovnih medijev je govorila, da kako da je Francija zdaj to prva država. Ni to prva, ampak ja. In v bistvu Slovenija pač je ena res svetla izjema, zato ker ko se je sprejemala ustava, se je
predvsem ženske, so se pač res povezale tudi z različnih političnih polov, kar se mi zdi zelo lepa zgodba. In so se pač res potrudili, da se zaščiti pravico do splava, tudi ko se je oblikovala slovenska ustava. Zato, ker je v bistvu prva država, ki je imela splav v svoji ustavi, je bila Jugoslavija, torej druga Jugoslavija, je že imela od leta 1974 dalje v ustavi in pač, ko smo mi sprejemali novo ustavo, se v bistvu to samo Pripisali na nek način. tako. Ja. Je pa zelo grozilo, da bo pač spadlo ven, ampak ni. In še danes je, in jaz mislim, da tudi bo. Zato, ker dvotretjinska večina pa Ja, ustava v resnici težko spreminja. Ja, se to, jaz mislim, da to stvar bi bilo težko ven vršiti in tudi upam, da se ne bo. Ampak kolikor je pač Slovenija svetla izjema tukaj, so pa zelo blizu nas in v Evropi so pa države, kjer je pa situacija popolnoma obratna. Zdaj realnost je tako, da nekaj časa vmes, kakšno desetletje nazaj, je bilo področje splava dokaj v redu urejeno, dokaj v redu. Se pa v zadnjih letih pač je pa trend upadanja. Zato, kar se meni zdi tudi, da je takoj, ko to pač padlo v ZDA, jaz mislim, da pač generalno je tako, pa tudi pri tem se tako pokaže, da pač v Evropi vse, kar znamo delati, je samo, da kar se spomnijo Američani, samo pač probamo, to bomo pa še mi. Pa se gre za Halloween ali za ne vem, kaj tacga, pač ne vem. Se mi zdi, da Evropejci znamo biti zelo neizvirni. In pač samo trend se nadaljuje. In naprimer situacija, ki je na Poljskem, mogoče da povem, da zakaj me na Poljskem toliko ni vlekla, zato ker sem jaz, ne vem, eno leto delal na kampanji, kjer je bila v bistvu Poljska glavni problem, jaz sem mislil, pa kam je zašel na Poljsko, pa kaj okay. je bilo to. No, pol se je pa malo spremenil. Moj pogled, ampak na Poljskem pa pač, torej v Sloveniji ima vsaka ženska pravico se sama odločiti o svojem telesu in stroške splava poravna v bistvu država. Na Poljskem je pa tako, da pač ne. Tega pa pač ni. Tam pa ženske umirajo v porodnišnicah zaradi prepovedi splava. In na Malti gre pa ženska v zapor, če naredi splav. 3-letna zaporna kazen. To sta ta dva res neka velika primera. Je pa tudi v večini ostalih evropskih držav tudi nekakšna problematika zadnji. Naprimer, tudi Italija je zelo kritična, sploh sever Italije. Pač predvsem problem danes je, da je to strošek, ki ga morajo ženske same plačati in iti v neko drugo državo, da to opravijo, če v svoji državi tega ne morejo. In lih to je to, kar mi hočemo se njim doseči, da ima lahko vsaka ženska, ki živi v Evropski uniji, da se lahko sama odloča o svojem telesu. In si zdaj, mislim, glede na to, da je to v resnici uspeh tega vašega skupinskega dela, se ti zdi, da to se bo premaknilo ali imaš vendarle kakšne morda tudi cinične zadržke, češ a nas bojo sploh hoteli slišati? Tako bom rekel, jaz si v največji meri želim, da se zgodi točno to, kar mi pač hočemo, da pač, ja, vsaka ženska ima pač pravico se odločiti o svojem telesu. To bi bilo zelo idealno, ampak tako bom rekel, jaz mislim, da zdaj se bojo stvari začele premikati. Jaz mislim, da nekaj se bo zgodilo. Okay. Zdaj pa vprašanje, koliko hitro pa kaj, zato ker to v bistvu zdaj, če tako mislimo lih danes, v bistvu je šele začetek. Ker da se sploh stvari začnejo dogajati, je predpogoj to, torej, da mi zberemo 1 milijon podpisov, kar je trajalo slabo leto. Torej, slabo leto dela in še priprave, prej se sploh v bistvu, prej to sploh prišlo v javnost, da sploh karkoli se bo dogajalo. Pač to gre v bistvu samo za začetek šele. In zdaj pa, torej, če Evropska državljanska pobuda zbere 1 milijon podpisov, mora o njej odločati Evropska komisija. To ne pomeni, da če mi neki se odločimo in zberemo 1 milijon podpisov, to tudi bo, ja. To pač žal ne funkcionira tako, ampak pač mora pa Evropska komisija o tem odločati. In jaz si želim res najbolj, da se zgodi, ampak se mi pa zdi, da pa to ne bo iz danes na jutri. Ker to ne zgleda tako, da pač mi zberemo 1 milijon podpisov in naslednji dan je... Ja, razumljivo. Ampak imaš eno tako upanje? Jaz upanja imam zelo veliko, imam pa hkrati tudi strah, da pa vseeno karkoli. Mislim, tudi, če mislim, kje bi lahko bil že
potencialni neuspeh, ki si ga jaz definitivno ne želim, ampak pač vsem pa realno gledam na to. Torej, mi smo mogli zbrati 1 milijon podpisov za varni stopen splav, torej ta državljanska pobuda mogla dobiti 1 milijon glasov podpore. Ampak mi smo izbrali še 200 000 več, zaradi tega, ker vseeno je tako, da mi moramo predložiti 1 milijon veljavnih podpisov. Mi pa ne moramo vedeti, a je podpis veljaven. In se mi zdi, da tudi zelo hitro se zgodi, da jaz tudi sem bil ogromno na stojnici, ker sem zbiral podpise in mi smo imeli vedno navado, da pač rajši gospa mi lahko mogoče date osebno, pa kar jaz dol pripišem. Jaz ker to zelo natančno pač v katero polje gre, kaj se je res malo podatkov, ampak pa tudi zelo mora biti jasno napisano, da in takoj, ko je nekdo, ne vem, bi zafrknil eno številko ali pa ne vem, če ima nekdo 2 imeni, ne pisal samo eno, takoj je podpis neveljaven. Ali pa kdor je, ne vem, imajo te, ki so umrli vmes, ki so podpisali, tudi verjetno se ne šteje to, tako da zaradi tega 200 000. In jaz mislim, da je manj kot 200 000 neveljavnih, ampak vseeno. No, za vsak primer seveda razumljiva. In tvoja vloga pri vsem tem je, omenil si bil na stojnici, kaj si, ne vem, lepo plakate si... Tudi vse možno, tudi v kakšnih velikih akcijah, tudi sem bil, začelo se predvsem pisarniško, torej velikega prevajanja tudi. Pa tudi v bistvu še v tej res zgodnji fazi priprave kampanje, tudi ko je bilo treba vse, kaj pa vem, plakate, prevesti tudi naprimer, pa tako pa pripraviti kakšen material, pa se to, v bistvu, jaz sem rekel, jaz sem bil, sem bil zraven. In tudi bila tudi spet ena zelo lepa izkušnja, ker predvsem to, da jaz sem ogromno ljudi spoznal preko tega. Tudi naprimer, mi smo do 9. junija, ko so bile evropske volitve, smo mi točno polovico zbrali. In ki je šlo v bistvu dosti hitreje, zato ker je bilo pač vsi, ki bi sami sebe podpisali, so takrat že podpisali. Pol pa vsi, ki pa jih je bilo treba malo potegniti, pa da je biti podpisal, ki so lahko tudi popolnoma nazaj, je bilo malo težje zdaj. In septembra smo se pa spet lotili, torej malo bolj aktivno. In smo spet torej imeli v Ljubljani stojnico in tudi drugod po Evropi stojnico. In sploh, kar bilo meni všeč, je to, da takrat, da se ogromno ljudi spet priključilo tudi kot prostovoljci, tudi Poljanci, 2., 3. letnik, tako, ne vem. Jaz sem še lakaj od decembra dali polnoleten, torej jaz prej nisem mogel podpisati, ampak sem seveda na rojstni dan tako podpisal. Ampak to meni bo všeč, ko so torej 16 let stare punce, se je rekla, lej, jaz ne moram podpisati, ampak hočem se pa boriti za to, ker se mi zdi prav. In sploh, kar se meni zdi lepo pri temu, je, da se je tekom vse te kampanje ena res lepa skupnost vzpostavila. Tudi tako v zelo širšem smislu, tudi vseh, ki smo sodelovali v kampanji, kar je res veliko glede na to, da gre to za vse evropsko inicijativo. Ampak kar pa še meni najbolj pomembno pa lih to, da bi se tej, ki smo na Poljanah in smo bili zraven pri temu, smo se tudi res povezali. In smo tudi res dobro prijateljstvo vzpostavili. To, kar se meni najlepše pri vsej tej kampanji. V končni fazi je ta kampanja bila vidna tudi na najvišji možni ravni skoraj da. Dajmo le omeniti, tvoja slika skupaj z nekaterimi dekleti se je pojavila kje? Oziroma jo je objavil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama na svojem Instagramu. Torej si v bistvu ti na Obaminem Instagramu. Nikoli si nisem mislil, da bom. Pa si to, ko si to zvedel, kakšni so, verjetno je neko presenečenje zadaj. Bilo je presenečenje, ampak mislim tako, se mi zdi, da sem se imel v življenju marsikaj lepšega zgodilo kot to, ampak se mi zdi, da tako, ena dokaj taka zanimiva izkušnja. Zanimiva izkušnja. To, ko si nikoli nisem mislil, da se bo to zgodilo. Sej nisem bil samo jaz iz Poljan. Ne, vem. Sej verjetno tudi veste. Po tej poti tudi dobil to sliko. A so tudi kakšne druge akcije, ki mogoče pa tudi niso seveda vse tako široke, ki te prav posebej še mogoče zanima, mogoče tudi znotraj 8. marca, mogoče še kaj za da bi izpostavil recimo še kakšno. Še najbolj sem torej pač bil aktiven v tej največji kampanji, torej My Voice, My Choice,
tudi kar se, ne vem, in kar se stojnice tiče, in prevajanja, kar me ta kampanja tudi naučila, tudi prevajati me je naučila, ker govoriti jezik pa prevajati iz jezika v jezik nekaj drugega, je malo drugačnega, tako da imaš še to izkušnjo. Sem bil pa tudi v bistvu, kot sem že omenil na začetku, da najprej sem delal kot neka v bistvu dogodke, kot ta dijaški odbor, in to so bili torej, kot sem omenil, pač dogodki na temo tudi dijaškega dela, katerega pač položaj se meni zdi zelo slab v Sloveniji, da je to hkrati enačeno dijaško in študentsko delo, hkrati pa po drugi strani pa v bistvu so dijaki v še slabši položaj postavljeni kot študenti. Torej to, pri takih stvareh je tudi tako, da bi se dosti težko karkoli spremeniš, ampak že ko to izzoveš, ko se začne javno o tem govoriti, je veliko narejeno. Mi smo tudi zbirali pričevanja dijakov, ki so pač opravljali neko delo, torej čisto anonimno. Mislim, zgodbe, ki so prišle pol ven, so šokantne. In se gre tudi mislim, tudi poznam, tudi, ne samo prek tega vprašalnika, ko smo pričevanje zbirali, ampak tudi pač od prijateljev, mislim, tako, sploh v bistvu od punc, da so še hujše zgodbe, ki jih slišaš. Mislim, ne vem, se mi to ne zdi v redu in zaradi tega tudi pač se mi zdi prav tudi, da sem bil pri tem. Se na to opozarja. Tudi če nobeno zakonu ni ampak vas gledamo. Tako, važno je, da se o tem govori. To. Pa potem bila pa še ena kampanja, ker smo tudi aktivni, bila pa kampanja torej za Anhovo. Torej gre se za to, da je v Anhovem, torej čisto na zahodu Slovenije, je ena tovarna Salonit Anhovo, ki že več kot 100 let zastruplja v bistvu pol Slovenije. Na račun torej izkoriščanja v bistvu za neke interese kapitala, izkoriščanje okolja, ljudi, zdravje ljudi, smrti ljudi. In tudi na to je treba seveda opozarjati. Ja, in tudi na to je treba opozarjati, zato ker ni samo problem to, da se tam 100 let dogaja krivica, ampak predvsem to, da je do 7. marca 2024 zakonodaja to dovoljevala. Glede na to, da te teme, o kateri govoriš, torej, My Voice, My Choice, torej splav, Salonit Anhovo, položaj dijakov v družbi oziroma v tem delovnih odnosih. To so v bistvu malo politične teme. Ali potem vi sodelujete tudi s kakšnimi politiki, torej ljudmi, ki so na položaju, si kakšne od teh tudi lahko spoznal? Tako bom rekel, jaz ne bi rekel, da sodelujemo, imamo pa od nekaterih podporo, to lepo podporo, pa hkrati eno ogromno količino sovraštva. Od nekaterih drugih. Torej, mislim, Deva najprej govoriti o podpori. Ja. Torej, to so verjetno podporniki, si predstavljam, da se tudi bolj osebno oziroma v živo pojavijo. Tako, tudi na stojnici, ko se je 24. aprila lani začela kampanja, tudi tiste prve dneve sem bil skozi na stojnici, je tudi kakšno pomembno mesto prišlo na stojnico. Recimo? Ja, državni vrh z prvo damo, torej Golob in Tina Gaber sta prišla. Tako da Tina Gaber mi je rožo prinesla, tako čisto kot zgodba. Pa tako, potem še dosta enih tudi v bistvu vidnih politikov, tudi Asta Vrečko je prišla, pa še ljudi. To je prav, da sem bil zraven takrat. Kaj pa to? Mislim, to zagotovo godi, da kdorkoli, ki je kakorkoli znan, da podpre. Ja, tudi v bistvu meni se zdi, da ta podpora politikov vsej je pomagala pri kampanji, da so ljudje izvedeli, da se to da podpisati tudi pač te, ki so za, ampak meni se zdi, da večjo podporo so vse naredili razni malo bolj popularni ljudje, sploh med mladimi, ker če nek politik pač to podpre, vse bo kdo podpisal. Praviloma njegovi volilci. Ampak žal je tako, da se meni zdi, da so v Sloveniji toliko premalo ljudi, v bistvu sploh je ozaveščenih o politiki in niti tudi ne volijo, kar pa se mi ne zdi prav. In v bistvu ima politiki kdaj zelo majhen doseg. Je ta doseg, ki je manjši, je zelo zvest,
in tudi jaz mislim, da so podpisali, če konkretno o tem govorimo. Ampak se mi zdi, da je konkretno v tej kampanji se izkazalo, da je dosti bolj pomembna bila podpora raznih popularnih ljudi. Naprimer Severina. Okay, mislim, to je fino, da si omenil nekoga, da ne bomo glavno iz slovenske družbe nekoga. Ne. Jaz mislim, da najboljši primer je Severina, zato ker se prav spomnim, tisti dan maja, ko je ona podprla, se spomnim, da je bilo število podpisov na Hrvaškem 4000. Aha. In jaz sem tekom dneva spremljal. Ja. Se prav spomnim tako med kemijo, da sem videl, da je bilo javno, da je podprla. In jaz sem sam gledal, kako podpisi rastejo. Aha. In mislim, da je bilo v roku dneva ali dveh, da je bilo 60 000. Torej je bilo zelo uspešno. Sej, ni on edini primer, ker ko je bilo uspešno, mislim, da je tako najbolj očitno, da je pa res toliko skočilo. Je pa število podpisov tudi ona. Definitivno Severina. Tako da tudi vsem takim smo res hvaležni, da si upajo javno povedati. Zato, ker ogromno tudi takih ljudi, ki so tudi toliko znani, čist verjamem, oziroma se čist pač podpirajo nekaj, ampak se noče izpostaviti. Zato, ker kolikor mi kot skupnost Inštitut 8. marec zdaj cenimo Severino ali pa Barack Obama, ki je tudi zelo javno podprl, ali pa še kdo, kolikor pač mi cenimo te ljudi, zaradi tega se pa pol zgodi, da te ljudje rato tudi malo izpostavljeni in tudi marsikoga pol zgubijo. Ker če nekdo od politikov podpre, se to hkrati na določeni politični opciji malo tudi pričakovano že. Ja. In oni ne bojo nobenega zgubili zaradi tega. Če pa nekdo tak, Severina pa lahko. Pa naredi v bistvu tako odločen korak, tako da to je res, se mi zdi, da res nekaj lepega. Ko že ravno govorijo o izpostavljanju, tudi seveda ti osebno si se verjetno do neke mere izpostavil. In si tudi rekel, da je kar veliko neke gnojnice se lahko nate zliva. Kako je pa v bistvu to, če lahko mogoče poveš, kako je v bistvu to doživljati? A to se ti zdi, ok, to je brez veze, to so itak ljudje, s katerimi jaz nimam veliko, ker očitno imajo druge vrednote, ali vendarle to nekje se zatakne v človeka? Pa jaz bi rekel tako, jaz govorim samo iz svojih izkušenj in iz svojih, v bistvu, kar se meni dogajalo. Jaz sem rekel, če si iskreno povem, večino tega sovraštva, ki se je name zlilo in gnojnice in vsega možnega, mislim, je bilo res veliko, sploh ko si na stojnici in prihajajo mimo vsi mogoče ljudje. Tudi v živo? Tudi v živo. Aha, pa lajo na te ali kako? Ja, okay. Tudi ure in ure. Okay. Mislim, jaz sem tako rekel, če jaz čisto iskreno povem, večino od tega, kar se meni dogajalo kot tako, jaz dojemam kot nekaj noro smešnega. Če iskreno lahko povem. Zato, ker kakšni ljudje pridejo, sploh v bistvu niti ni to prem, da marajo ali mene, ali pa ideje, ali pa inštituta, ali pa direktorce, ni toliko, prem to tudi če je, ampak preprosto rabijo nekoga zlajati. Tako pač je. In to je meni predvsem smešno. Kakšne stvari ti pol učite? Recimo, ali lahko kakšno tako? Lahko, ne tako bolečo zgodbo poveš? Ene večkrat sem bil tudi obtožen za povojne poboje, naprimer. Pa prav ti? Si potoval nazaj v čas? Tako da, evo, moja krivda. Aha. Mislim, pa še marsikaj podobnega. Sem bil vse moja krivda. To je v bistvu zelo težko potem... Mislim, se pravim, večina tega je meni smešnega. Mislim, se res ko meni ljudje v facu očitajo, ne vem, povojne popoje in ne vem kaj še vse možnega drugega, še bolj... Absurdnega. Mislim, jaz na noter se noro hihtam, ampak ne moreš pa tega lih pokazati človeku, ki te živo žali, ampak mislim, jaz sem rekel, večina tega se izkaže za noro smešne stvari. In jaz imam marsikatere te citate imam tudi zabeležene, ne vem, če se spomnim za kakšnega dobrega, ampak marsikaj sem slišal od takih ljudi. Mislim, meni te besede načeloma tako rekel, sploh, tudi če se mi smešam, mislim, vsem, ne morem rekel, da me toliko žalijo, zato ker vem, da so to ljudje, ki meni niso pomembni. Me pa to, o čemer mislijo, pa vseeno, me žalosti, me pa ne užali. Aha, je razlika. Ja, razumem. Mislim, tudi tako, res, kar meni slo smešno je, ko prije kakšen starejši gospod, ko pride na stojnico
In ga vidiš dalčka gleda, kaj pa je to. Ker ne ve niti kaj je in pol, ok, imam priložnost za malo težiti. In se postavil zraven in koliko se prav spomnim, tako prav bil en dan, ki je bil ne vem kaj je bilo on dan z roko, ampak je več zaporednih tako prišlo. In so stali pol ure in govorili vse možno, kar sploh ima vezo z nami, kar nima vezo z nami, vse možno smo slišali, predvsem smešno bi jaz rekel, ampak me pa žalosti, da tako. Mislim, kar pa me žali, je pa pač neka nestrpnost, ki pa pač je prisotna zelo pogosto. Ker jaz tako rekel, res podarjam, pač to so stvari, ki me žalostijo, si jih pa jaz načeloma ne vem koliko resno. Zato, ker tudi, mislim, tako kot jaz funkcioniram tako, da jaz znam ogromno drugo mnenje. Torej, na mnenje ljudi okoli sebe znam ogromno. Ampak jaz znam ogromno na mnenje ljudi, ki meni pomenijo. Ja. Torej, če meni nekdo pomeni, mi zelo veliko meni njegovo mnenje. Od ostalih pa, prav. Skratka, vsi komentarji, ki se bodo zdaj začeli vrstiti na našem YouTube kanalu, bodo šli mimo tebe. Ne bom tako rekel. Jaz bom rekel, komentarji ljudi, ki meni pomenijo, ali pa pač, ampak mogoče da mi zelo veliko menijo, anonimni, ki jih poznam, ki vem, kdo so, mi bojo pomembni. Če bo pa nekdo, ki sploh ne vem, kdo je in se bo pa ne vem kaj šel zaletavati, pa ne vse. Lepo se mej, tako bom jaz rekel. Mislim, tudi, kar se meni zdi pomembno pri sovraštvu, ki pač je zelo prisotno, je, da ne vem, pač se mi ne zdi prav pač se nazaj boriti s sovraštvom, ampak kvečemo z ljubeznijo. Ne vem, meni se zdi to boljše. Te tudi sicer vleče v politiko? Ne. Nikakor. Ne bi? Nikakor. Ni šans. Ne. Samo takole kot... Me pa, mislim, kot veda, kot področje me izjemno zanima. Mislim, Okay. kot ampak to ni čisto isto, ne? Ne, to je čisto drugo. Skratka, ni pogojev, da bi te na podlagi tvoje aktivnosti povabili v kakšno stranko, ni šans. Mislim, lahko me pa vabijo, ampak... Ja, seveda, ampak... Ja, ampak pač nočem. Moja odločitev. Okay. Meni pa kot veda, kot mislim tudi, vem to pač kot sen, tudi v povezavi in z zgodovino, in z sociologijo in s filozofijo, v tem spektru me pa izjemno zanima. Mislim, tudi zelo natančno spremljam in tudi poznam različne situacije politične v marsikateri državi, v marsikaterem obdobju. No, sej to je to, kar si prej rekel, ne? Preko jezika se spoznava kulturo in tudi politiko. Ja, tako in umetnost. In umetnost, ja, seveda. Meni je to noro, da v bistvu kdaj jaz, kar se umetnosti tiče, v bistvu poznam zelo natančno sam od teh jezikov, ki me bolj zanima kultura. Naprimer portugalska. Portugalska umetnost me zelo zanima. Evo, tukaj imamo en primer portugalskih vzorcev. To sta mi dve prijateljici, sta mi iz Škotske prinesli, ki sta... Iz Škotske sta ti prinesli portugalsko šalčko. Tako. Ja, sinkretizem, odlično. Tako da mislim, me očitno tudi ljudje poznajo zaradi tega, kar bilo lepo videti. Ker tudi, če že govorimo o umetnosti oziroma o kulturi, ti si tudi v bistvu glasbeno nadarjen. Ti recimo poješ oziroma solo petje si hodil na to? Ne, mislim, pojem to držim, sem zdaj tako, bolj priložnostno, bolj tako. Z enim sošolcem, to v bistvu vse, kar je trenutno, kar imaš od glasbe, da se z enim sošolcem vsake toliko dobiva, pa kaj odpojeva skupaj, kdaj je to dober izgovor za špricanje, dajmo biti čisto iskreni. Aha, torej... Ja, mislim. Nekateri, ki špricajo, grejo kadit, tim gre pa pet. Ja. Odlično. Ampak mislim, pač to je vse, kar imam jaz trenutno pač glasbe v življenju. Mislim, jaz sem zelo rad glasbo in jo. Učil klavir. Tako. Potem pa si se sam priučil kitaro. Drži. Ja, in to več različnih variant kitare, pa potem mandolino, pa banjo. Drži. To je spet v bistvu ena stvar, mogoče malo tako kot jeziki, kakor malo probaš, pa sicer malce podobni inštrumenti, pa vendarle ne toliko. Jaz vem dosti enih stičnih točk tudi z jeziki tukaj. Ja.
Torej, Recimo? lih konkretno pri brankalih pač je kot pri romanskih jezikih, da vse, kar gre v širino pol, v bistvu, da v bistvu vse naslednje je pol tudi lažje. Tako bi jaz tudi rekel. Pa to te tudi na tak način zanima kot res eno tako raziskovanje? Mogoče me je zanimalo, pač, jaz vsem glasbo dojemam kot mogoče malo že, mislim pač ne... Stvar, ki je malo pa se že? Ja, točno Zate? to. Aha. Mislim, jaz imam do glasbe imam zelo pozitiven odnos, tudi res znam ceniti glasbo in tudi, ne vem, vsak moment, ko sem jaz sam poslušam glasbo. To je zagotavljam, da pač teh momentov, ko sem jaz sam, so zadnje leta zelo malo. Okay. Sploh ta 4. letnik je zelo pester, ampak v bistvu vsak moment, ko sem jaz sam, poslušam glasbo. Tako da imam res rad glasbo. Je v bistvu en pomemben del tebe. Zelo velik del. Da bi pa se recimo toliko ukvarjal z njo, da bi, ne vem, da bi jo prav ustvarjal, da bi imel svoj band. Mogoče par let nazaj, ja, ampak zdaj pa v tem trenutku to ni. V tem trenutku mislim, da sem toliko v bistvu na toliko enih frontah sočasno, da pol mislim, da se je mogoče bilo pa dobro, da so kaj spati tudi mogoče. Aha. Tako da mogoče glasba bi bila, ne vem kdaj, kam bi je v to, ampak se tako, vsake toliko, mislim, se lahko vračaš. Se še zdaj kaj odigram doma s klavirjem ali pa s kitaro, ampak vseeno pa se mi zdi, da je to en del mene, ki pač je, ampak tako, en lep spomin. Ja. In tudi, ne vem, to mi je prijetno s tem sošolcem, z Maksimom, ki vsake toliko tudi, lih tukaj v dvorani, tako, tudi svoje, kar neparkrat sva že pela in tudi se mi zdi zelo lepi momenti. Aha, to je zdaj namik razredničarki, da vajo najde tukaj, ali kako? Ujo, Sej to bo prišlo, ko bo to prišlo v javnost, boš praktično že konc. Ja, se to, ne sej. Do tedaj pa ne bom nič povedal. Zdaj, ko sem se to že izdal, se sploh ne vem, če bi to smel povedati. Tako da, ne vem, upam, da ni kakšne cenzure. Tako da upam, jaz tudi upam, da je ne bo. Še ena mogoče kulturna fronta bi jo izpostavil. Midva, kakor se verjetno spomniš, sva se srečala na obletnici francoske gledališke skupine, ki deluje na Filozofski fakulteti. Zdaj, jaz sem nekoč bil njen član, jaz pa sem trenutni član. Ti pa si trenutni član in verjetno boš tudi v prihodnosti. Torej, gledališče, to je namreč gledališka skupina, ki ustvarja v francoščini. Gledališče torej je tudi eno polje tvojega zanimanja. Ja, je. Pa to se ti zdi, da je zaradi jezika, ali bi tudi, če bi šlo za slovensko, torej vsakodnevno, ali pa mogoče bolj vključujočo, ne samo za govorce tujega jezika, skupino, da bi te tudi to zanimali, ali je ravno tle ta draž, da je v francoščini, oziroma v tujem jeziku. Če mogoče lahko malo širše povem, tudi, torej v bistvu LTATH, to je torej gledališka skupina na Filozofski fakulteti, ki je bila lih lani, bila obletnica 40 let. In gre v bistvu, nekoč je bil to sicer kot predmet, kot izbirni predmet, zdaj pa to v bistvu res kot fakultativna dejavnost, ki pač vsak, ki pač načeloma, to je namenjeno študentom francoščine, oziroma je tudi kakšna izjema, kot vidimo tukaj. Ampak tudi za kakšne bivše študente francoščine, v bistvu spet ena lepa skupnost. To je sploh, kar meni tukaj všeč. V bistvu, torej vsako leto se pripravi ena predstava in letos sem pač, torej tudi jaz že del tega, sem se izboril, da imam mogoče malo manjšo vlogo, zato ker imam toliko noro leto že zaradi vsega preomenjenega, da mogoče lih ne bi se jaz take odgovornosti prevzel, ampak se mi zdi lih to, da kar se francoščine tiče, če se zdaj na jezik osredotočava, da v bistvu večina momentov, ko se jaz ukvarjam s francoščino, je to ali da tutoriram, ali prevajanje tudi, ali pa torej neka situacija, v kateri v bistvu sem jaz dolžen uporabljati francoščino. Tudi če je meni to veselje, ampak še vseeno pač je drugače to. To je pa v bistvu prostor, kjer pa jaz smem se pač imeti samo pač lepo v francoščini. To je meni to, kar je tudi všeč. In tam so tudi v bistvu ljudje, ki so tam, so res na visokem nivoju francoščine in jaz tako, se prosim, na začetku sem malo tako, čakaj, zdaj se moram pa skle malo skrit. Ampak ne vem, mislim, da se mi ni treba skrit tam. Tako kot sem tam, kot sem govoril torej o
Latinoameričanih, živečih v Sloveniji, podobno je vidno pri francoskem teatru. Torej pač v bistvu čisto svobodno okolje, kjer jaz lahko se ukvarjam z jezikom. In jaz gledališče imam tudi zelo rad, se mi zdi, da bi si želel bistveno več predstaviti gledati, ampak žal ne znese. Me pa gledališče že od nekdaj zelo zanima in tudi ga zelo cenim. Tudi moja teta je igralka, tako da pač meni je gledališče od vedno blizu. Tudi se spomnim, zelo majhen sem še bil, pa sem bil tudi že z njo v zaodrju in tako. In imam zelo pozitivno odnos do gledališča že od vedno. Ampak te Le Théâtre so v bistvu prvič, da si ti dejansko izpostaviš odrsko. Drži, To je prva tvoja v bistvu takšna izkušnja. Ja, je. Ne, da ne bi hotel prej, ampak pač ni bilo neke priložnosti, ko bi... Vseeno jaz sem rekel, pač, jaz sem zelo lepo na tem francoskem teatru, ampak vseeno pač ni to glavni del mojega življenja. Pač zato, ker to je pač ne vem, 2-3 ure na teden, ki posvetim francoskemu teatru, je en mehen del pač mene. Naprimer, poljanski oder je čisto nekaj drugega. Koliko morajo biti to predani. In jaz mislim tako, pač, ko ste vprašali glede jezika, jaz mislim, da ni da mene, da je to, to je nekaj francoščine, zanima me. Ne gre tako to. Ja. Gre za kombinacijo tega, da pač imam jaz že sam po sebi rad gledališče, tudi, ne vem, že od nekdaj imam tudi res v bistvu en lep odnos do gledališča razvit in to je sem pač ena priložnost, ko pa lahko pa jaz nekako pridem zraven. Mogoče bi lahko že prej v kakšni drugi obliki gledališča bil, ampak tako je nanesla. In se mi zdi, da je tudi še en lep izkušnja, ki me lahko obogati. No, sej tudi si tlele vidim prinesel tale zbornik, pa če se še malo sprehodiva po tele naši sceni, tam ne padejo v oči Rubikove kocke. To je pa tudi en hobi, ki sicer je verjetno že tudi malce pase, oziroma je malo bolj daleč v tvoji preteklosti, pa vendar, kako to kaj ti pravzaprav prinese Rubikova kocka, kakšen draž je v tem? Če bi se rekel, jaz sem se naučil Rubikovo kocko staviti, mislim, v 2. razredu že, in takrat mi je bilo to dokaj zanimivo. Se mi zdi tudi, da se zda z to veščino veliko enih stvari naučiti. Tudi mislim, če zdaj gledam stališče koliko 7-letnika, vse malo drugače. In torej takrat sem to znal, potem pač malo zamrlo, potem sem se spet spomnil na to, znal sem cel čas, ampak se nisem toliko ukvarjal. Pol pa enkrat, ko sem bil, ne vem, kakšen 7. razred, me je zelo zanimalo to, takrat sem se pa res prav lotil tega in mislim, da moj rekord takrat je bil, mislim, da 12 sekund, če se prav spomnim, pač, da sem sestavil. Potem pa tako, mislim, imam jih doma kar precej, ampak v bistvu so dokaj pač so, kjer so. Kjer so. In v bistvu, zakaj sem jih prinesel? Lih v nedeljo je bila ena moja prijateljica pri meni doma in pač mi doma klepetava in tako in ona slučajno pač pazi kocke in reče, jaz pa to tudi sam staviti. In sem jaz tudi, no pa dejva. In sem se rekel, pa lej, mislim, se mi zdi neka stvar liza na sceno dati gor. Vse je nek del mene. Imaš tudi, če sporazumem, prozorne doma, vse možno obstaja. Pa votle, pa v čem je fora tako različnih? Različen, tudi imaš 4x4, torej normalne so 3x3. Pač vsak je nekaj posebnega. Nek drug gušt sestavljati, ali kako? Ja. Končno si pa, kakor sem jaz dobil podatek, tudi neke vrste modni guru, da si bil zbran oziroma za najbolje oblečenega na toga partiju. Najbolj cool togo si imel. Ja, tako sem jaz slišal. Možno. Na maturancu. No. To so ti uspehi, ki jih je toliko, da človek niti težko sledi. Nisem vedel, da sem bil, ampak če sem bil, kaj ne rečem, super. Si ponosen na svojo togo. Mislim, tako vam rekel, pač na maturanskem izletu je pač torej en izmed teh večerov, ki so, torej koliko ene 3 ali 4 te večerne zabave, ki so, en izmed njih je toga party. Torej pač to zgleda, da se ti pač oblečeš v to togo in to je to, kar je za reči. In pač bajeda in par mojih sošolk je bilo zelo navdušenih nad tem.
Tako da, ne vem, a to pomeni si. Ne vem, pač na skratka, en par sošolk je bilo zelo navdušenih nad tem in kar meni zanimivo je pa to, kar pa lahko mogoče kot eno zgodbo še povem. Ko je bil letos krst fazanov, je ena moja sošolka Daša, tudi zelo aktivna pri poljanskem podcastu, torej pri poljanskem kavču, je mene ti slučajno prosila, kot, Tim, a bi jaz lahko tebe nekaj prosila? Jaz, no ja, povej. In me prosila, če bi se lahko jaz za krst fazanov v nekem delu te točke, če bi lahko jaz bil v togi. In jaz sem si mislil, kje pa, razumem, v Grčiji na maturantskem izletu sred noči, pač, okej, v redu. In jaz sem si pol mislil, da bi imel v Atriju, pa prvi letniki pa tako. In pol sem si rekel, če grem v vse neke nore stvari, pa pojmo še v to. In pravijo, da je dobro izpadel. Tako da... Skratka, ta tvoja toga, morda si jo še kdaj oblečeš. Ali kako? Morda. Bomo videli, kam. Nikoli si nisem mislil, da bo o tem govorila. Ampak ja, ok, če sem bil zbran za, kako ste že rekel? Najbolje oblečen na toga partiju. Če sem bil... To pa ni kar tako. No? Če tako pravite, pač pol bilo tako. Evo. Zdaj pa sta mi dva v najnem zaključku pogovora in tako kot že vaš čas, jaz vprašam svoje goste neko serijo vprašanj, ki jih je v bistvu vzpostavil že Proust. Tako da, evo, spet nekaj francoske kulture. Nisem ga bral, tako da. Evo. Super. Skratka, na ta vprašanja so potem seveda odgovarjale razne osebnosti, znane v Franciji, pa potem v Hollywoodu so ga imeli. No, danes pa bo na nekaj teh vprašanj odgovoril Tim Kahrimanović. Tim, kaj je tvoja najljubša beseda? Skupnost. Sem mislil, da boš tudi v kakšnem drugem jeziku dal skupnost. No, pa saj sva rekla, slovenščina je najlepši jezik. Jaz sem tudi moja beseda, ki smo kar ene parkrat tudi že rekel v pogovoru. To je res. V bistvu ni tako nenavadno. To nikakor ni presenečenje. Kaj je beseda, ki jo sovražiš? Tako, kar dosta enih besed sovražim, tako da zdaj je težko reči, da sem eno izpostavim. Dajmo reči vojna. Vojna. Ker je... Pa pomem, da kar je. Kaj je tvoj najljubši zvok? Govor. Človeka ob meni. Kaj pa je zvok? Ni bilo človeka zdaj ob meni, ampak človeka, s katerim se pogovarjam. Torej, tudi vi zdaj. Ja. Ali pa kdo drug v kakšni drugi situaciji. Da smo na jasnem. Ja. Kaj pa je zvok, katerega najbolj sovražiš? Tišina. Ja. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Drugače, dobro vprašanje. Ta pa bo v francoščini. Gre pa za eno, ki mislim, da je ne bo treba pobipati. Okay. Gre za eno precej staro alžirsko kletvico, ki sicer ni v uporabi, je pa tretirana kot najdaljša francoska kletvica. Avec les os de tes ancêtres, je construirai une échelle pour monter au grenier pour niquer ta grand-mère. To bomo morda prevedli, morda pa ne. Lahko tudi jaz kar prevedem. Prav. Avec les os de tes ancêtres, iz kosti tvojih prednikov, je construirai une échelle, bom zgradil eno lestev, pour monter au grenier, da bi se pospel na postrešje, pour niquer ta grand-mère, je že znano, kaj je, Po moje je. No. Skratka, babica je na koncu. Tako, babica je na koncu. No, to je moja doma najljubša kletvica. Nisem še nikoli uporabil. Ja. Ker mislim, da mogoče malo predolga. Ja. Ampak mi je pa najbolj všeč. Mislim, ker po mojem, da nobena druga kletvica se ne more kosati z njo. Ja, ta je kar opisna, ja. Zdaj, na naslednjo vprašanje se mi zdi, da bi znal jaz tudi odgovoriti, pa bom vseeno vprašal, kaj te navdušuje? Ljudje. Koli mene. Česa? Ja? Izpade, da eno niso ponavljali, ampak to je iskren govor. Načeloma ta vprašanja niti ne ponudijo nekih, ne vem kakšnih presenečenj. Česa zares ne maraš? Definitivno ne maram neiskrenosti, definitivno ne maram izključenosti,
Pa definitivno ne maram samote. Ne maraš Samote. samote. Če lahko 3 navedem. Katero znano osebnost bi najraje spoznal? Drugače, dobro vprašanje. A je lahko ta oseba že mrtva? Jo. Znana oseba, to je pač zelo relativno, tako da bom jaz po svoje to, kot bi jaz rekel. Po mojem, da bi najbolj eno že precej let mrtvo špansko pesnico, Rosalía de Castro, ki je v bistvu popolnoma nepoznana pač slovenskemu literarnemu prostoru. Gre pa za eno zelo dobro pesnico, ki je, se mi zdi, tudi pač torej živela je v 19. stoletju. Se mi zdi, da za tisti čas ogromno enih stvari dosegla in kar se tiče kot ona kot ženska v zelo starinski družbi takrat in že v tem smislu in pa predvsem to, da je bila iz Galicije in da v bistvu prva sploh uveljavlja galiciščino kot jezik, ki je svoj jezik in v katerem se lahko piše tudi kompleksna literatura. Gre pa nekako za, predvsem bi se jo dalo, če bi nekako iz slovenskega razgleda gledali nekako v čas romantike. Aha. Ampak vsem v Španiji ni bila romantika toliko razvita oziroma ni bila toliko posebna kot v kakšni drugi književnosti, tako da težko je prvo reči za neko obdobje, ampak dajmo jo dati v romantiko. Kateri talent, ki ga nimaš, bi najraje imel? Mislim, ful enih stvari bi imel. Kot talent. Mislim, kot talent. Ja. Ful enih stvari bi imel kot talent, ampak hkrati pač, če nekako preživim brez njih, ne vem, če bi zelo potreboval, ampak po mojem, da to, da... Angleščina. Ja, evo, imam. Zelo kratek odgovor. Kaj je ena stvar, ki jo imaš ali poseduješ, pa bi jo moral vreči proč? Mislim, glede na to, koliko imam jaz enih random stvari doma, ki si jih za nek spomin puščam, ne vem, vseh možnih, ne vem, nekih vstopnic v neke, ne vem, muzeje, ne vem, kje po vseh možnih potovanjih in podobnih stvari, ki so čisto nepomembne, ampak jih imam samo tako doma, kot za nek spomin, verjetno, da marsikaj od tega bi lahko šlo stran. Okay. Katero rastlino ali žival bi se najraje reinkarniral? Ne vem, po mojem, da enega psa, ki živi eno srečno življenje in se ima lahko v življenju samo lepo in se mu ne godi nobene krivice. Katera je največkrat uporabljena aplikacija na tvojem telefonu? Ali je to slovar, oziroma več aplikacij za slovarje, ali je pa to Instagram za pač komunikacijo, izključno za komunikacijo. Zato, ker pač se mi zdi, da se dnevno s toliko enimi različnimi ljudmi pogovarjam, tudi iz drugih držav, da imam res ogromno ene komunikacije in večino poteka prek Instagrama. No, zdaj, tale ni bil odprusta vprašanje, ne? To so potem malo predrugačali. Zdaj pa par hitrih. Kava ali čaj? Kava. Hribi, morje? Morje. Mačke, psi? Moje psi. In še za konec, če Bog obstaja, kaj bi si želel, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Vsako poznanstvo te je obogatilo, vsaka slaba izkušnja te je nekaj naučila in vse, kar si naredil narobe, si naredil z nekim namenom, tudi če ga nisem vedel, ampak da se na koncu prav išlo, kot se je moglo. To je lepo. No, pa še pod vprašanje, v katerem jeziku bi rad, da te nagovori? Grščina. Sodobna ali stara grščina? Zdaj moram še to definirati. Ker sem se hotel izogniti. Okay. Pa dajmo reči stara grščina. Stara grščina. Dajmo reči. Timka Hrimanović, najlepša hvala za ta zelo zanimiv pogovor. Hvala lepa vsem, ki ste nas spremljali, vsem, ki nas do zdaj spremljate in se priporočamo, da nas spremljate tudi nadalje. Seveda pa tudi najlepša hvala vsem tistim, ki so v zaodrju, ki jih vi sicer ne vidite, naredijo pa velikansko delo in so res pravi zaklad tega našega podcasta. Tako da hvala lepa in srečno se vidimo naslednjič.